In znova je teden naokoli, ko smo z vami v oddaji Dolina zdravja. Tudi danes vas zelo, zelo lepo pozdravljam. Martina, z enim takšnim presenečenjem, ne? Prejšnji teden sem že malce omenila, kdo prihaja v našo družbo. Temo današnje oddaje že lahko vidite na ekranu. Zdravje je v nas. Ime tega veličastnega gosta, če lahko temu tako rečem, zelo sem vesela, da ste se odzvali povabilu. Boris Svene je danes prišel v našo družbo. Bom za začetek kar prebrala par stavkov o njem, da ga boste v kratkem času vsaj okvirno uspeli spoznati. Tisti, ki ga morda ne poznate, ampak sem prepričana, da že takole po imenu in priimku večina ve, za katerega gospoda, velikega človeka se gre. Ko so zdravniki Borisu Venetu diagnosticirali 3 različne vrste raka, ter mu napovedali morda le še pol leta življenja, se je odločil vzeti življenje v svoje roke. Kupil je zvezek in zapisal vanj vse tisto, kar ga je morilo, kar ga je razžalostilo, kar ga je režilo navznoter, strahove, skrbi, stališča, prepričanja, škodljive razvade, zakoreninjene družinske dogme in še in še. Ob zastavljanju izbranih vprašanj ter iskanju iskrenih odgovorov se je počasi prebijal skozi lastne omejitve. Brez jasnega zavedanja, da je našel pot do končne osvoboditve, njegova želja je bila predvsem v sebi najti mir, je sčasoma odvrgel vse, kar ga je omejevalo, kar bi morala večina izmed vas, se strinjamo. Ne samo, da je ozdravel, temveč je tudi zaživel. Izpolnjeno življenje, srečno življenje, kakršnega si je skozi številne tehnike osebne rasti prizadeval že od nekdaj. Za začetek lahko povemo recimo eno številko, 100 000 slovenskih družin ima vašo knjigo Bogastvo je v nas. Tole je ena izmed številk. Vi ste ne samo velik človek, kot sem že na začetku povedala, podjetnik. Kako bi sebe recimo opisal? Jaz zmeraj začnem s tem, da gost sebe na kratko predstavi. Ker vem, da vi imate res ogromno enih titul, ogromno enih nazivov, veliko ste že dosegli v življenju in mislim, da bi bila velika škoda, če tega ne bi delil z našimi gledalci. Ja, tudi jaz pozdravljam vse gledalke in gledalce. Opisati sebe je vedno težka naloga, ker greš lahko z ene skrajnosti v drugo, ampak tako, kot ste že sama povedala, imel sem v življenju zelo veliko preizkušenj. In v bistvu zelo me je zanimalo najti tisti končni odgovor na naši poti v življenju. Tako da probal sem veliko stvari, zanimalo me je zelo veliko stvari, tako da sem se lotil praktično vsega. In tako kot vsak drug človek sem iskal svojo identiteto, kdo sploh jaz sem. In rečemo, da po številnih preizkušnjah, številnih iskanjih, sem v bistvu s časoma nekje zmeraj bolj našel tisto, kar sem. Zmeraj so me pa zanimale vrednote. Zanimalo me je, zakaj smo se rodili, od kod smo, kam gremo. Saj poznate star pregovor, ki pravi, človek spoznaj samega sebe. In na tej poti sem bil zelo aktiven. Seveda, želel sem si biti tudi svoboden, kar je v bistvu v tem času zelo težko, ne? In zaradi tega sem šel v podjetništvo. Tako da v bistvu podjetništvo mi je dalo svobodo zato, ker sem bil zaposlen sam pri sebi in sem bil sam svoj šef. Ampak s časoma sem spoznal, da sem zelo strog do sebe zaradi svojih družinskih vzorcev in vsega, kar je. In sem v bistvu bil bolj strog, kot bi bil verjetno katerikoli šef drug do mene, ne. Tako da potem so se stvari odvijale, življenje se je odvijalo, tako kot sem rekel, počel sem praktično vse, res me je zanimalo ogromno stvari. Kakšno stvar izpostaviti? Kaj pa vas zanima? Ja, res je ogromno do tega, ne? Ja, v bistvu, tako ena od stvari, veliko sem potoval po svetu in iskal svoje odgovore. Tako da recimo, ravno zdajle sem se recimo vrnil, živel sem skupaj z ženo, sva živela v Peruju med šamani, ampak govoriva med avtohtonimi šamani. In tam ni elektrike, sredi džungle in tam imajo še te starodavna znanja, ker mene zelo privlači ta večna resnica, resnica z velikim R. Tako da recimo, to je bila ena od stvari, bila sva žena nekje po celem svetu, pa sva bila v Indiji neštetokrat, pa tudi med Aboridžini, skratka po celem svetu naj je bilo dosti, recimo ena stvar, veliko potovanj. Potem ogromno raziskovanj, pač da prideš do tega, recimo, ko sem Indijo omenil, v Indijo sva hodila ravno z razloga, ker tam so starodavna znanja in te sveti spisi, vede, vedante in tam je bilo za mene študija neskončno. Potem naslednja stvar, ki me je zelo zanimala,
je bila recimo najti te odgovore ne zunaj sebe, ampak znotraj sebe. Se pravi, to pomeni meditacijo in v bistvu so me zanimali različni nivoji meditacije, ker recimo danes je tako v tem času, da zelo radi posplošujemo stvari in vse dajemo na isti imenovalec. Ampak recimo, če govorimo o meditaciji, je toliko različnih nivojev meditacije in v bistvu je osnovno vprašanje, kaj sploh z meditacijo hočeš doseči. In v bistvu tista ultima, do katere sem zdaj prišel v zadnjem času, je to, da ti z meditacijo lahko kreiraš svojo prihodnost. Ampak privatno pa ste vi začeli torej kot zelo, zelo uspešen poslovnež, dokler se ni zgodila ena prelomnica v vašem življenju. Zbolel ste namreč, ne? Ja, se pravi, uspešen poslovnež, dobro, te stvari niso šle tako hitro, ne. Tako da v bistvu že kot mlad fant sem šel v Nemčijo že delati, pa sem počel razne stvari. Potem v bistvu sem s kolegom odprla, ker sem imel športzorec, sva odprla fitness center, pa potem Schengen, se pravi, na Bledu v bistvu je bil zelo poznan ta Fantom takrat, ne. Jasno, vedno sem delal z najboljšimi, ker sem vedel, če hočeš nekaj dobrega narediti, v bistvu rabaš najboljšo ekipo, ne. Recimo tako, da je bil naš trener je bil tudi olimpijec, Robi Krašovc, olimpijec v veslanju, ne, vemo, da je dobil kar nekaj kolaje, ne. Tako da to je recimo bila ena stvar, se pravi, šport mi je dal tisto aktivnost, dobro, tudi kakšno kolajno sem dosegel na tem področju. Potem recimo, kar se tiče drugih stvari, vse stvari so se zelo tako spontano dogajale, ne, tako da ena od stvari je, da sem začel leta 1989, da skrajšam zgodbo, spontano s predavanji in v bistvu tlele se je pot kar odpirala, ne, ker glede na ogromne izkušnje, ki sem jih že takrat imel, tako da v bistvu na podlagi tega, recimo, kaj človek izpostaviti, recimo, v bistvu, ne vem, s tem raziskovanjem pa s potovanjem tako naprej sem najdel na tako ultima resnico, se pravi ne tisto nekaj marketinškega, ki se fajn sliši, ampak tisto, kar res dejansko ljudem pomaga. In v bistvu se je to začelo zelo širiti. In recimo, ko ste izpostavili, da je bilo 100.000 knjig prodanih, ne, v bistvu največji dosežek, jaz ne vidim številke, da smo imeli naklade, recimo v Sloveniji uspešnica 1000 izvodov, 2000, 3000, mi smo imeli naklade v Sloveniji, za tujino sploh ne govorim, po 80.000, 50.000, 10, 20.000 in tako naprej, ampak kaj je ta glavna stvar? Da te knjige so toliko ljudem pomagale, da dejansko so jih kupovali za darila. In v bistvu mogoče za mene največji rezultat, da praktično v Sloveniji bilo blizu 200.000 knjig podarjenih. Se pravi, ko so ljudje kupili mojo, oziroma tukaj moram izpostaviti sva dva avtorja, ki skupaj delava že desetletja, še Nikola Grubiša. Jaz bom pred kamero, medtem ko vi govorite, pokazala kar nekaj vaših del. Nikola Grubiša recimo je moj kolega, človek je genialc, z velikim talentom, z veliko darovi, ne, in z njim sodelujeva že, kot sem rekel, nekaj desetletij. Tako da recimo na tem področju, v bistvu, ko so ljudje kupovali toliko daril, se pravi, to knjig si nekje kazala ta pot. In glede na to, da sem že v začetku izpostavil, da recimo so me vrednote vedno zelo zanimale, se je zelo hmalo zgodilo, da te knjige, v bistvu, da je prišel kanal, recimo, verjetno večina gledalcev pozna to slavno knjigo The Secret in to televizijsko oddajo The Secret, malo manj ljudi pa ve, da je en od glavnih akterjev The Secret, dr. Joe Vitale, ne, je pa v bistvu najin založnik, se pravi z Nikolo, že od leta 2002. In je izdal to knjigo The Millionaire Mindset, How Away in tako naprej, da ne bova utrujala z celmu naslovom, je v bistvu je bila prodana po celem svetu, jo je on prodajal, ne, in v bistvu je bila celo izdana v Indiji, ne. In torej, če govorimo o tem naprej, in ena od stvari, ki meni osebno največ pomeni, ki se jo ne da kupiti, pač delal sem, tako sem rekel, z raznimi. Tudi v državnem zboru sem imel izobraževanja, bil sem strokovna pomoč pri preiskovalnih komisijah, skratka, ni bilo, kar ne bi počel, ker me je zelo veliko stvari zanimalo, ampak ta glavna stvar, sem si jo želel, kot če je ta knjiga, ker je združevala The Millionaire Mindset, se pravi, Bogastvo je nas, iz dnevnika novodobnega milijonarja ali Bogastvo je nas. Ena stvar je materialni del, ne? Se pravi materialnost, denar. Druga stvar je duhovnost. In v tistem času, ko sem videl to knjigo napisala, je v bistvu veljalo prepričanje, to je bilo leta 1997, da ali si money maker, ne, si materialist, imaš veliko denarja, pa nisi duhoven, se pravi, si pokvarjen, to je bilo takratno mnenje, se pravi, 90 nekje že prej. In drugo mnenje je, da si duhoven, ampak če si duhoven, potem nimaš denarja in to dvoje ne gre skupaj. In midva sva v bistvu
vedela, da to so dve skrajnosti. Ena skrajnost je materialnost, druga je duhovnost in s tem smo na višjem nivoju, z višjega nivoja sva pogledala te dve skrajnosti in v bistvu nadgradila. In recimo najbolj, kar sem rekel, kar me je zanimalo kot priznanje, to, če je res to, je bilo, da v bistvu dobim od velikega, enega, definitivno največjih duhovnih mojstrov vseh časov, Sai Babe. Saj večina gledalcev ga pozna. In v bistvu sem se želel njegov blagoslov, če je ta knjiga res to. In to je bila tako res taka, kako čem temu reči, takrat taka skrajnost, da v bistvu imaš ti lahko veliko denarja, pa da si v bistvu še zelo duhoven človek. Ne? In v bistvu ne samo, da je to knjigo v blagoslovu, tudi v bistvu je podpisal je in napisal recimo Vidlav Sai Baba. Ne? Recimo, in to je takrat bila tista, bom rekel, velika potrditev, da sem na pravi poti, da nismo nekam zašli v kakšno manifestacijo ega ali karkoli. Tako da, recimo, tako na hiter mečka, no recimo, potem je ta pot peljala tudi naprej, mislim, da je bilo to leta 2000, da sem predal na svetovni leadership konferenci, tako so mi potem rekli, da so bili številni članki tudi na to temo kot prvi Slovenc, skupaj z afriškim predsednikom Mandelo, z Bill Gatesom in ostalimi, Richard Bransonom in tako naprej. Ampak to je bilo, če zdaj gledam, 2016, to je bilo v bistvu že 16 let nazaj. Ne? Tako da je bilo veliko tega, no? In ne bi posameznih stvari izpostavljal, ker zelo pomemben je tisto sporočilo, ki ga imam, ne pa v bistvu, da govorijo o kakšnih dosežkih, ker je vse minljivo. Ker najbolj pomemben je res živeti tukaj in zdaj, ampak imeti pa jasno vizijo. Ker iz vizije črpaš moč, inspiracijo, motivacijo in pogum. In če bo v nadaljevanju priložnost, bova tudi razložila, kako v bistvu ljudje, ta ameriški način you can do it in cilji, kako to v bistvu ustvarja kroničen stres, malo dve vrste stresa, fiziološki stres, ne, pa celični stres in kako v bistvu, kaj vse to počnejo ljudem. Tako da ta način zdaj prihaja v Slovenijo, ta amerikanizem, v bistvu, bom tako rekel, mi dejansko, kar delam za tujino in tudi ta Zdravje nas knjiga, o kateri se danes pogovarjava, je zdaj že prevedena v angleščino in bomo kratko jo izdali. V bistvu mi zdaj slovenčki učimo, v bistvu, da te stvari, tako, ki jih oni predstavljajo, you can do it, da ni ravno to tako, da je ravno obratno, da se ti na ta način z willpower, se pravi z moč uma, se ti ustvarjaš kroničen stres in se oddaljuješ od cilja. Ampak če nam bo uspelo, rajš kasneje rekla. Ne? Ampak kdaj se vam je recimo življenje tako lahko pod narekovaj rečemo zalomilo, ne? Torej, lotila se vas je ena trdovratna bolezen, rak, čeprav ste vi to takrat, ste mi že enkrat omenili, sprejeli to bolj kot izziv, ne, to bolezen. Seveda zmorem še to, ampak ko so vam pa napovedali le še nekaj mesecev življenja, pa ste videli, da to le ne bo tako enostavno. Je bila to tudi ena prelomnica v vašem življenju, da ste potem še napredoval, naredil še več iz sebe? Veste kaj, teh prelomnic v življenju je bilo zelo veliko. Recimo prva prelomnica, ko sem bil že 7 let star, ko sem se hudo poškodoval, moja mama je imela paniko, ki je videla, kako sem krval. Sem rekel, mami, kaj te skrbi? Sej, jaz nam nikoli umrl. Recimo, to je bila ena prelomnica. Potem, ko sem bil 20 let star, sem imel s kolegom težko prometno nesrečo, v kateri sva se skoraj ubila oba. In v bistvu, takrat sem imel hromo nogo, ne, in dejansko je bilo, da mogoče celo ne bom več hodil in tako naprej, je bila druga prelomnica. Teh prelomnic je ves čas skozi. A veste, recimo, jaz nikoli nisem hotel izpostavljati in tudi, kot sama veste, ko sem se že pogovarjala, sem se tudi medijem izogibal, ker meni je bila poanta, da imam tisti notranji mir, da sem izpolnjen, da lahko raziskujem, ne pa da se sončaš. Ampak vsem te to potem toliko potegne, ker družinski vzorci so toliko močni in dejansko jaz sem odraščal v revni familiji in potem normalno, da želiš tudi, ko gledaš te ameriške filme, American Way of Life, ne, če v angleščini lahko rečem, ne, v bistvu hočeš imeti denarja, veliko hočeš biti uspešen, hočeš biti slaven, ampak v bistvu ima to je dvorezen meč. Ne? In dejansko, če greva nazaj na bolezen, je bila bolezen v bistvu samo ena od novih prelomnic v življenju. In v bistvu to ne pomeni, da jih ne bo več. Ker hotel sem to reči, v bistvu, ko te vidijo kot velikega avtorja in ti, ne vem, dr. Joe Vitale izda knjigo po celem svetu, postane tvoj založnik, ker on je v bistvu le number one hypnotic writer, ne, se pravi številka 1 na svetu na tem področju. Ne. V bistvu se sliši zelo fajn, ampak to je v bistvu, s časoma spoznaš, da to v bistvu je en božanski načrt, jaz temu pravim, je eno poslanstvo, da se to zgodi in vsak človek ima svoje unikatno poslanstvo. In v bistvu, ko prideš do tega stanja, dejansko veš, kako je vse minljivo. Recimo, tle mi je ena zgodba na misel pride od indijskega princa, ne. Indijski princ je svojemu zlatarju naročil, naj mu izdela en prsten in naj gravira v njega en tak napis, ko bo
ves poln slave in nege in vsega, da ga bo prizemljil in ko bo čist na tleh, ko ga bo zlomil, da bo v bistvu dejansko mu dal to energijo, da bo spet se lahko pobral. Ne? Zdaj me mrazi, ko to govorim. Ne? In veste, kaj je moj zlatar napisal? To bo minilo. Se pravi, po domače rečeno, ko si ti, imaš največ denarja, si najbolj slaven, ja, zaslužil sem tudi ogromno denarja v svojem življenju, v svojih časih, pa sem tudi potem bankrotiral, tako da to so ups and downs, ne, se pravi, ne, spon in paci, ne. Dejansko sem se potem začel zavedati, da v bistvu je vse minljivo. Zato sem tudi izpostavil ta citat. Ne. To pomeni, ko si na vrhu slave, se ti točno zavedaš, da to bo minilo. In se ne mečeš ven in se ne duvaš po domače čem, ker veš, da bo minilo. Malo je takšne, ki se tega zavedaš. In jaz se te življenje nauči, sej jaz se tudi nisem zavedal, sej sem bil tudi velik in sem se sončil v žarometih, po par tisoč ljudi, hodil na seminar v tujini in tako naprej. In bilo sem, kar pa Rolling Stonesih, sem laufal po celem auditoriju okrog in tako naprej. In tako, sej tudi temu se nisem izognil. Ampak v glavnem se točno zavedaš, ko si gor, to bo en dan minil. In v bistvu, ko si pa na tleh, umiraš, ker jaz recimo, ko smo govorili o prelomnici, največja prelomnica bila definitivno, ko sem bil 5 do 6 mesecev med življenjem in smrtjo, sem umiral, dobesedno sem umiral. In če pogovor zanesel v to smer, bom povedal, kaj se mi takrat dogajalo. Se mislim, da lahko kar povem. Kakšna stanja. Ja, našim gledalcem to zagotovo zanimivo. Ja, takole, zelo težko je, ko v bistvu imaš življenjsko poslanstvo, ko dejansko dosegaš ultima rezultate in ti največji duhovni mojster, vsaj za me, jaz sem tako dojemal te stvari, to je vse relativno, ne? Vsak vidi skozi svoje očala, skozi svoje oči, ne? Ti podpiše knjigo in ti blagoslovi. Recimo moji ženi materializiral, vsaj baba zad prstom s 3 diamanti, se pravi, tako je naredil, pa se je pojavil. Recimo, ko doživiš vse te stvari, imaš en tisti občutek, da si izbran, da si nekaj posebnega, ne moreš drugače. Potem tudi, ko zveš poslanstvo, ampak kaj dejansko potem se zgodi, to, kar sem rekel, to bo menilo, v bistvu pride druga skrajnost in življenje najboljši učitelj. Jaz sem mojim otrokom zmeraj govoril, ko kaj nista poslušali, karkoli sem rekel, saj je življenje najboljši učitelj. Ne bom jaz vama pridigal tle, bo življenje bo pokazal. Skratka, ko sem umiral, v bistvu ta velika volja, jaz sem recimo bil zelo discipliniran, da sem bil lahko vrhunski športnik, recimo sem res delal z najboljšim, recimo v moj fitness, oziroma s kolegom Janjem, v naš fitness, družinski fitness, so hodili najboljši, recimo tudi Jure Košira, reprezentanca, smučari, B reprezentance in drugi in tako naprej, z olimpijci smo imeli opravka, skratka, sem res delal z najboljšimi in recimo sem bil v vrhunski športni formi in dejansko misliš, da si neuničljiv. No, in misliš, da z voljo vse lahko dosežeš. In kasneje, zdaj je šele harvardska študija ven prišla, da willpower, se pravi moč volje, je v bistvu na podlagi tega, da je to v bistvu samo 5%, ostalo je pa 95% ta nezavedni, ampak temu mogoče kasneje, da poveva, da izpeljejo misel do konca. No in v glavnem, ko vse to imaš volje in vse in misliš, da si res nekaj posebenega, potem pomiraš. In potem recimo sem se boril na svoj način, kaj nisem vse počel. Recimo lotil sem se Gersonove terapije, to je verjetno najbolj naporna terapija na tem planetu, ker od 5 zjutraj do 10 zvečer skozi nekaj počneš. Ok, ne bi počel drugi tistih skrbil za tebe, se pravi vsako uro je sveže, stisnen ekološki sok, 5 klistirjev na dan, kavnih in tako naprej. Skratka, to je, jaz pravim, da so to priprave za olimpijske igre. No? Ampak kljub vsemu temu, in ko se je vse skupaj popravljalo na bolj, v bistvu sem prišel do tistega stanja, da sem umiral. Ne? In potem rečeš, kako je to možen, pa že vse se je postavilo in tako naprej. In dejansko, zakaj ta terapija, ki ima nekje največ naravnih ozdravitev že v zadnjih 80 let, kako to, ki je že tako super mi šlo, da pa meni pa šlo že na vrh, zdaj pa spet nazaj dol. Ne? In potem se je začel mi šele odpirati. In ko sem prišel do tistega stanja, ok, zdaj pa res očitno bom učil, ne? Sem se boril, kar se je dal. Niste si pomagali le z klasično medicino? Ne? Vse sem uporabil. Tudi v tujino ste šel iskat pomoč? Lejte, v bistvu, če speljajo to misel do konca, no, kar se umiranja tiče, v bistvu moj mindset, če temu rečem, je bil ne, da se grem nekje eno alternativo ali pa nekje eno klasiko ali pa eno skrajnost, ampak moj namen je bil, da bom uporabil vse znanje klasične medicine in vse znanje alternativne medicine z enim samim namenom, da se pozdravim. Ne, da dokazujem, v bistvu ta medicina je boljša in v bistvu tudi danes odlično sodelujem z nešteto zdravniki, odlično sodelujem z alternativci, tako da pustimo to. Ne? V glavnem, če smo zdaj tam naprej in ko sem prišel do tiste točke, v enem momentu sem pritisnil stikalo in sem dojel, wow,
ta moja borba, mogoče pa ravno v tem primeru problem, tudi eno od člankov na naši spletni strani je, kako močna želja zaduši realizacijo lahko, ne. Glih kontra tistega, kar cela Amerika uči, you can do it. Ni to res. Ni. Ko se enkrat takole na robu vidiš, kako stvari grejo, no, v glavnem. In potem se je rekel, okej, mogoče sem pa zdaj prišel do konca poti, ni mi sicer jasen, tudi vmes sem šel v Indijo in tako naprej, ni mi sicer bo jasen, ampak se je rekel, očitno je prišel čas, da odidem in potem v tistem momentu sem sprejel. Rekel, okej, če se to more zgoditi, naj se pa zgodi. In potem se je zgodil tisti kvantni skok. Se pravi, jaz pravim, takrat se je začela zdraviti moja duša, telo je pa rabo še kar nekaj let, ne. No, in takrat v bistvu, recimo, je bil tisti šok, ko sem začel film vrteti nazaj. Ne kot v holijskem filmu, ki je vse lepo prikazan, ampak naenkrat se je začel film vrteti, sem bil v eni dvorani ogledal in sem videl vse te dogodke in sem videl na tem svojem, spet me mrazi, tudi lahko kasneje povedal, kaj to pomeni. In v bistvu sem videl, kaj sem na tem svojem pohodu tega ranjenega otroka, ki se je hotel obupno dokazati iz te revne družine, koliko na tem pohodu sem nehote ljudi prizadel. Kaj se dogaja, recimo prizadel, to pomeni, se sem rekel, vrednote sem vedno imel. Tako da nikoli nisem bil brezkompromisen ali karkoli, ampak se tudi ljudje, ki me poznajo, dobro vejo, kaj sem že učil na seminarju pred boleznijo in tako naprej in o čem govori knjiga Bogatstvo nas, ki je nastala pred boleznijo, ne, in tudi številne druge, ne. Ampak dejansko, ko ti, recimo, kaj pomeni prizadeti, recimo, ko si ti fejst aktiven, recimo ljudi ti pride nekaj tisoč ljudi na tvoj seminar, recimo v tujini, in ti v enem momentu pride nekdo, ki ima res v bistvu res najmi hudo bolan. Čeprav takrat sem ga bolj predal v uspehu, kako spet v življenju in tako naprej, kako združiti duhovnost in materialnost. In v bistvu nimaš časa za njega in vidiš, in sem videl tiste poglede, ki se opravičujem, ne morem zdaj razložiti, ali lahko kasneje, ali karkoli drugače. Skratka, na tebe se začne obračati tisoče ljudi in ti nimaš časa za vsakega posebej. In to me je začelo trgati, zato, ker bi vsak mu rad pomagal. Res, da je bil tudi moj vzorec. Ne vem, če bova, sicer knjiga to vse v nulo razloži, ampak in tisto, ko v bistvu sem hotel drugim pomagati in vse to v bistvu sem hotel pomagati samo sebi, ampak ne moraš vsem. Če ti delaš, če si predstavljam, da imaš nekaj tisoč ljudi na seminarju, ne moreš za vsakom. No, skratka, in ko sem to ogledalo gledal in ko sem videl, potem recimo mama, ko je kaj rabila, mami, mudi se mi, sorry, potem, a veš, v bistvu to, kar delamo vsi ljudje. Ja, ogromno je bilo teh dogodkov in začelo se je pucati. In se pravi, gesna terapija na prvem nivoju je bilo samo to, da sem se v bistvu jaz odmaknil. Če greva iz te faze umiranja, da sem se odmaknil in ker je terapija tako naporna, dejansko nisem imel ne časa, ne za druženje, ne za nič drugega. Bil sem praktično 2 leta v zaporu, v svoji lastni hiši sem bil zaprt. In zdaj, če si predstavljam, imaš dosti kapitala, imaš vsega, lahko potuješ kamorkoli hočeš, ampak ti si zapornik v lastnem domu, ne, ker ne moreš jeti, ker moraš vsako uro sveže stisniti ekološki sok, popiti, za katerega je potrebno 10-15 minut, da ga narediš, skratka nekaj skozi se dogaja. In Potem, recimo, če greva spet na to dvorano nazaj in to mi je šlo vse skozi mene. In ko sem videl, kaj se dogaja in tako naprej, in takrat, recimo, sem videl v bistvu moje odnose do drugih in takrat sem začel prečiščevati tisto, kar je najbolj pomembno, nezavedni vzorci. Zato, recimo, čeprav sem takoj dal prevesti to knjigo o Gersonovi terapiji, ker za dr. Gersona je Nobelov nagrajenec Albert Schweitzer rekel, da je bil en izmed največjih genijev v zgodovini medicine in je res hrano naštudiral in vse te stvari in tako, da res ultima. In še danes uporabljam ta način, v bistvu vsaj delno, kar pač je možno, ne. Ampak v bistvu sem pa videl, ker on je umrl 59 leta, da psihoonkologija se je pa začela razvijati šele 1960 leta. In sem videl v bistvu, koliko je teh nezavednih vzorcev, koliko je v bistvu tisto, danes recimo ljudje dajo ultima hrani, nekateri so do tega nivoja prišlo, kaj ješ in tako naprej, ampak v bistvu pa pogruntaš, da te nezavedni vzorci, te nevidni vzorci, te družinski odnosi, sosedski odnosi, skratka vse te nivoji, se pravi, govorimo ne samo o fizičnem, govorim o mentalnem, čustvenem in duhovnem nivoju, koliko so tiste nevidne vezi, ki so veliko hujše v bistvu, kakor pa druge. No? In v bistvu, ko se je to mi dogajalo, ta preporoč, temu tako rečem, ko sem rekel, se je začela duša zdrav, telo je rabo še nekaj let in ko sem potem začel videvati vse te stvari, potem v bistvu se je šele začel vorang dogajati in počasi je šel moje zdravje na in potem sem se lotil. Sicer takoj, ko sem zbolel, sem si v bistvu kupil zvezek in začel se zapisovati, ker ena stvar, ki vsakmu gledalcu oziroma gledalki priporočam, da v bistvu, če ti hočeš te nezavedne vezi reševati, začeti si treba zapisovati stvari.
zapisovati in le na ta način v bistvu najbolj lahko vidiš, kaj in kako gre. No? In če greva zdaj iz te prelomance, potem so se začele pa stvari odvijati in takrat sem potem šele, ena stvar recimo Martina, ki je zelo pomembna, v bistvu sem študiral te starodavna znanja, karma, če temu rečeva, in vse te stvari, sem dejansko bil prepričan, da jaz sem zbolel čist zaradi določene karme, oziroma sem zbolel, da sem prenesel iz prejšnjega življenja, nikakor se nisem priznal to, kar je moderna medicina dokazala, da 95% bolezni je psihosomatske narave, da je to stres. Ne. Nikakor si nisem hotel tega priznati. Ne, jaz sem meditiral vsak dan. Bil sem, ne vem, koliko v Indiji, koliko sem že omenil danes. Ne, pri meni pa to ni moglo biti. Pri meni je bilo pa karmično nekaj in tako naprej. In potem, ko sem razmišljal vse te probleme s karma in tako naprej, danes ima veliko ljudi še vedno pogled, da je to nekaj ena kazen za nekega prejšnjega življenja in tako naprej. Karma ne pomeni, najboljša definicija za mene je ta, da karma ne pomeni nič drugega kot nedokončan posel. Oziroma po domače, nedokončana naloga iz prejšnjega življenja. In ko sem začel te stvari počasi ozaveščati, potem sem se lahko lotil tistega čustvenega nivoja, mentalnega nivoja in duhovnega nivoja za fizičnim nivojem seveda. Ne? No in takrat so se stvari šele začele odvijati v tisto smer, tako kot smo želeli. In zato recimo potem, ko sem omenil, da sem dal prevesti knjigo o gesnoterapiji, potem smo izdali tudi od Beate Bishop knjige, ne? Ona je bila zelo močna v psihologiji, tudi, ki je tudi zbolela, imela tudi maligni melanom, je tudi so ji dali samo še pol leta življenja, ne? In ona je bila tudi psihoterapevtka obenem, smo izdali tudi njeno knjigo, Čas za ozdravitev je naslov, ne? Od Beate Bishop, ne? In dejansko takrat se je začel ta preporod v meni, da hrana in vse te stvari je nekaj. Ampak v bistvu tisto, kar je pa veliko bolj pomemben, so pa te čustveni, mentalni, duhovni nivoji. In to so bile potem dimenzije in ja, danes se strinjam, da tako so znanstveniki, ker imava novo znanost in novo biologijo. In v bistvu nevroznanost je dokazala, da je stres v 95% res. Nova biologija je ravno tako te stvari dokazala. In ko sem začel to nekje, ker nam je medicina klasična že skozi govorila, začel verjeti in ko sem začel te dva pola združevati, ta klasične medicine in alternativne medicine, spet na višjem nivoju, potem so se stvari začele dogajati. Imam pa eno veliko prednost. No? Prednost v tem smislu, recimo mogoče pred enimi ali pa drugimi, se pravi zdravniki klasične medicine ali pa alternativne, je to, da sem v bistvu dejansko imel zelo veliko motivacijo, umiral sem. Prednost je, ker ko ti si predan, ker to so ljudje, ki so zelo predani ljudem in hočejo jim dobro in tako naprej, ampak ti imaš res maksimalno motivacijo, ko umiraš. In moja največja motivacija pa bila, da doživim otroka, da odrasteva, ker takrat sta bila še majhna, da jih vidim odrast. Ne? In v bistvu, kaj je bila moja prednost? Moja prednost je bila v tem, imel sem kapital, imel sem že slavo, brand name, ime sem imel, lahko sem prišel do kogarkoli in recimo do Charlotte Gerson, ki je hčerka dr. Gersona, ne, v bistvu je zadostoval en mail, da sem lahko prišel v stik z njo in da sem bil tudi njihov gost. Celo dokumentar smo potem v Ameriki posneli na to temo in tako naprej. Ne. Tako da hočem reči, in prednost v tem je bila, da jaz sem se v bistvu nisem rabil ves znanje naštudirati, recimo, če gledam enega zdravnika, to so genialci, so geniji, ker to, kar ima on na medicinski fakulteti za naštudirati, to vzame leta, desetletja in to res kapo dol. Ne? Ampak moja prednost je bila pa v tem, da jaz v bistvu nisem padel v določen vzorec, da bi ves ta znanje študiral, čeprav se ga ne bi branil, ne? Ampak sem lahko naštudiral samo tiste, ki so bili najboljši na svetu in ki so imeli ta zadnja odkritja. In zdaj recimo na velika prednost, lahko da je ena bolezen bila neozdravljiva še mesec dni nazaj. In recimo na klasični medicini te tega ne bodo učili. Ker ti si recimo, ne vem, diplomiral 6 let nazaj ali pa 16 let nazaj in recimo, ko sem jaz ta research, seveda moram tukaj izpostaviti mojega kolega Nikola Grubiša, soavtorja, tudi najdel se živo na internetu, ne, tako da so skupaj timsko te stvari delala, vsak na svoj način in so v bistvu najdel vsa top odkritja, zadnja odkritja, ne, ki so bila na teh področjih in v bistvu sem začel te stvari uporabljati. To je bila ena stvar. Druga stvar, v bistvu v enem določenem momentu sem padel tudi v te teorije zarote, ne,
In dejansko sem videl, da določene stvari so pa res, ki jih nam ne povejo in malo prikrivijo in tako naprej. In potem sem tudi na področju medicine sem izhajal iz tega, mogoče pa obstaja nekaj v zgodovini, ker ljudje so se starimi znanji znali pozdraviti, ker pa nekako ni v interesu kapitala, da bi mi izvedeli. Ne bom rekel, da zdaj zadržujejo, preprečujejo, ampak ker pač jim ni motivacije, da povejo. No? In hočem povedati, in tako sva naštudirala vse ta najbolj top of the top na svetu. In recimo, tako sem prej rekel, če je bila na bolezen, še 2 meseca nazaj v bistvu je bila smrtonosna 100%, in zdaj je mogoče prišla breakthrough, ne, da so prebili let in sem lahko do tega prišel. Ker danes je težava, ne? Ko zbolimo, gremo verjetno najprej iskati informacije na internet, preden pridemo do tiste prave informacije, nas lahko že, da ne rečem nekaj, že lahko že Lejte, je to težava. Martina, to ste zdaj, v temu je kar nekaj strani v knjigi. V bistvu, mi imamo tudi na spletni strani Zdravje v nas, imamo eno brezplačno knjigo, ki si vsak, ki gre na to spletno stran, lahko brezplačno naloži. In ravno za te primere je to obrazložen, kar ste vi zdaj rekla. V bistvu, kaj se dogaja v praksi? Ko ti v bistvu dobiš kakšno hudo diagnozo, reč v rak, takrat ti tvoj ponori v večini primerov. In ti padaš, besedo rak za smrtjo, ne? Tako je. In ti padaš v nor stres. In ti iz tega norega stresa v bistvu dejansko greš iskati informacijo. In takrat obstaja več vrst ljudi. Prva vrsta ljudi, ko reče, ok, kaj bom naredil? Nič, jaz 100% zaupam klasični medicini, grem mojemu zdravniku, kar bo on rekel sveto. In to je ok, to je dobro. Ker nikomu zaupa in ko ti osvojiš vse prepričanje, potem se lahko začneš zdraviti. Je pa ena najbolj pomembnih stvari, ki jo moramo vedeti. Nikoli v življenju te nihče ne more pozdraviti. Vedno je telesna inteligenca tista, ki te pozdravi. Se pravi, zdravnik v bistvu, tako še danes učijo na medicinski fakulteti, medicus curat natura sanat. Zdravnik zdravi, narava pozdravi. Torej, če gremo nazaj, prva gre se zdraviti po klasični poti. In hvala Bogu, imajo na strokovno pomoč, imajo enega, ki srcem dela, ki je življenje po svetu temu, ki ima ogromno znanja. Druga vrsta ljudi je tista, ko reče, ne, jaz pa klasični medicini ne zaupam. Jaz bom pa najdel alternativno medicino, ker klasična medicina je zašla. In on gre do alternativca in tudi to je ok, ker spet ima vero v nekoga. Če gledava zdaj zgodovino in vse to, vera je tista, ki zdravi. Recimo, določene sekte lahko pijejo strahnin v smrtnih dozah, strahnin in strup. In to kot pričevanje vere v Boga in jim nič ni. Če pogledamo, tako pije strup, pa mu nič ni. Se pravi, vera, prepričanja, tudi Jezus je konec koncev rekel, nisem te ozdravil jaz, tvoja vera te ozdravila. Se pravi, klasična medicina, če verjame, super. Alternativna, super. Kombinacija tega, še boljš. Ampak kaj pa problem? Določena vrsta ljudi pa reče, v bistvu zdaj grem pa jaz na spletno stran in bom jaz najdel svoje zdravilo, ker ne zaupam ne tem, bom jaz sam sebi. Bom jaz tisti Jack, ki bo najdel. Prvič, kaj je prvi problem? Prvi problem je, da v bistvu ti najdeš na internetu tisto, kar iščeš. Recimo v knjigi zelo dobro razložen, najdeš tisto, kar iščeš, v tisto, kar verjameš. Se pravi, če ti verjameš, da te recimo hrana zdravi, ali pa bom rekel, da imamo primer fitness. Fitness je zdrav za telo. Otipkaš fitness is healthy for body, recimo, in ti bo vse noter je točno v tistem primeru, ki sva to pogledala z Nikom, je točen primer, je bilo 300,000 zadetkov, ki to potrjuje, kar otipkaš. Pa če ti otipkaš nasprotno, fitness is unhealthy, se pravi, recimo v tem smislu, fitness je nezdrav, je bilo pa 800,000 zadetkov. Halo? Se pravi, ti internet sam potrdi tisto, v kar ti že verjameš. Naslednja stvar, voda je zdrava za pitje, se pravi, veliko moramo piti. Recimo v tem smislu tipkaš, spet dobiš nekaj 100,000 zadetkov. Ti vtipkaš, voda je nezdrava, dobiš še več zadetkov. In potem dobiš recimo zdravnike, ki prav, le v življenju ti govorijo, moraš veliko piti, v življenju skoraj nič napijem, pa sem zdrav kot ren. Ampak to je njegova osebna resnica. No, zdaj gremo pa nazaj. In to je ta velika pas interneta in mi velikrat, ko zdravnik klasične medicine reče, lejte, ne brskati po internetu, pa to so res kredibilni zdravniki, ker tle se boste zgubili. In dejansko, kaj se začne dogajati? Ena skupina, ko dobi odgovor v tisto, kar verjame, recimo, končno najde nekaj recimo, ne? In tisto vprašanje, kar je meni begal in za katero bi skoraj umrl, ni komu jaz verjamem, klasični medicini, alternativni, ampak pravo vprašanje je, v kaj jaz verjamem. Ker ko usvojim določeno stopnjo prepričanja, da me bo to zdravil, potem sprožim preko uma pač ta proces, ki ga lahko seveda, to je pa nova znanost, ki je razložena noter, New Neuroscience, nova neuroznanost, ko v bistvu dobesedno sprostim vse te
vse te principe, to kemijo, da me začne v bistvu zdraviti. Ne? No, in če greva zdaj nazaj, se pravi, in ena vrsta ljudi je to, ko dejansko mazlično išče in nabira informacije in v bistvu postane profesionalni zbiratelj informacij, ampak če ima hudo bolezen, mu bo zmanjkalo časa in bo umrl. To je ena past. Druga past, ljudje, ko v bistvu iščejo, je pa zelo hiter človek akcije, ne? In v bistvu reče, ta terapija je pa točno to, kar iščem. In se lot te terapije navdušeno, površno, kakorkoli, in v bistvu cajt izvaja, čez čas pa pride ta črv, ki jo reče, čaka, pa je res to, kaj pa če še kaj božga na internetu obstaja, a sem res najdel tisto optimalno stvar. In kaj se potem zgodi? Da reče, se to ni. In potem iz te terapije gre dol in gre na drugo terapijo. In skače z terapije na terapijo, njegova vera ni v zadju in pa zmanjka časa in umre. Ne? Kaj pa lahko rečemo, recimo, da se bolezen skreiramo sami in da se tudi sami lahko pozdravimo, ne? Glede na današnjo temo zdravje je v nas. Lejte, tako je, vsak človek ima svoje življenjsko poslanstvo. In za določene ljudi v bistvu se pač določena pot lahko tudi konča. Ampak že saj baba je rekel, ta veliki indijski modrec je rekel, človek se bo v prihodnosti zdravil sam. In v bistvu ta knjiga ni samo poudarek zdaj, čeprav je naslov Zdravje nas, ker tle moramo nekaj zdaj ločiti. Mi dva zdaj govoriva tako, lahko na fizičnem nivoju samo zdravje, ali pa rečemo tako, definicija zdravja je odvisna od stopnje duhovne rasti in stopnje zavedanja posameznika. Na osnovni ravni je zdravje, nič me ne boli, zdrav sem, fajn se počutim, zdrav sem. To je na prvi ravni. Odvisno od stopnje duhovne rasti oziroma zrelosti posameznika. Ne? Na drugi ravni pa človek reče, nič me sicer ne boli, fajn sem zdrav, nič mi ni narobe, ampak sem ljubosumen, sem nevošljiv, sem jezen, skratka imam vse te negativne čustva, če jih tako imenujemo. Se pravi, v tej fazi, v bistvu jaz nisem zdrav, ker na čustvenem, mentalnem, duhovnem nivoju nisem srečen in nisem zdrav. In se začne zavedati, da v bistvu, da ni zdrav. Se pravi, govorijo na novem nivoju, to je na naslednjem nivoju. Potem imamo pa še naslednji nivo, ki pa človek že toliko zrel, na toliko visoki osebni stopnji rasti, da se točno zaveda, da telo je samo zemljevid, ki kaže, kaj se z našo življenjsko energijo dogaja. Torej, če v bistvu mi v sebi nimamo harmonijo, ravnovesja, homeostaze, to je medicinski izraz, pomeni dinamično ravnovesje, to pomeni, da nismo zdravi. To pomeni, če telo zemljevid, ki kaže, da se nekaj z nami dogaja, da nekaj ni v redu, potem lahko v bistvu ta zemljevid je smerokaz, semafor, kakorkoli to imenujemo, da začnemo v življenju raziskovati te stvari naprej. In to je tisto, kar je pomembno. In recimo, če izpostavim ravno to Zdravje nas, knjigo, v bistvu tukaj noter, mi imamo lahko podnaslovje, kako sem s pomočjo starodavnih znanj in najnovejših znanstvenih dognanj rešil največjo krizo v svojem življenju. Ta knjiga je namenjena. Ne, kažem našim kamermanom, da jo pokažejo, ne? Ja. In maham. Jaz pa gledam, ja. Ja. V bistvu ta knjiga je namenjena reševanju krize in mi imamo lahko raka, ne samo na zdravju, mi imamo raka lahko na medsebojnih odnosih, mi imamo raka lahko na denarju. Se pravi, in ta knjiga o vseh teh nivojih odgovarja in ta knjiga v bistvu rešuje krize na vseh področjih. Ker recimo to, kar se krize tiče, ker v bistvu v večini primerov nihče sploh ne pomisli, kaj sploh je namen krize. V bistvu namen krize je, kot sem rekel, je duhovna naša rast, je, da gremo en korak naprej v svojem razvoju. In dejansko tudi to se ne zavedamo, da kriza, v bistvu, ko imamo recimo krizo na področju zdravja in se lotimo te krize, res da smo fokusirani na krizo in to je naš največji problem. Ampak nismo pa nikoli pogruntali, recimo nisem to nikjer še zasledil, je pa v intervjuju, dr. Valova mi je v vezi krize postavljene par dobrih vprašanj in v bistvu sva z Nikolo skupaj na ta vprašanja odgovorila v tem intervjuju in če bojo gledalci želeli, tudi lahko damo na naši spletni strani kodo, pa v bistvu si lahko ta intervju preberejo. Skratka, noter je zelo jasno napisan, da ko imaš ti eno veliko krizo na določenem področju, rečemo na področju zdravja, takrat so vse ostale krize manj pomembne in takrat je velika priložnost, da z levo roko lahko rešuješ te male krize. Kaj to pomeni? Recimo, imaš ti, ne vem, sosedem si se skregal, ti je rekel pač, da si ti ne vem kaj, ne, da si, ne vem, karkoli pač in ti to prizadel, ampak v tistem primeru, ko ti imaš hudo bolezen, je to nepomembno. Ali pa recimo je nepomemben. Ja, in takrat vse te področja si lahko pozoren in lahko začneš čistiti. In takrat lahko čistiš vse te medsebojne odnose, lahko vse te vzorce začneš čistiti,
In to so zelo pomembne stvari. No? In mimo grede, gledalci, tole knjigo lahko nocoj v današnji oddaji tudi naročite. Tole knjigo Zdravje je v nas. Telefonska številka se vam bo čez nekaj trenutkov izpisala v spodnjem delu vašega ekrana. Evo, jo že imate, 01 200 992 4. Če že takole pogledamo samo prvo in drugo stran, dobimo kar nekaj ključnih podatkov, recimo eno dobro mnenje, ne, povratna informacija, kako se temu reče. V knjigi ste razkrili prave vzroke za nastanek bolezni, pionirsko delo v našem prostoru. Vera Đujkić Radojević, doktor medicine, specializijska splošne medicine, je recimo še naslednje. Ne? To so navodila za uporabo za pot skozi srečno življenje, ki bi jih moral vsak človek prijeti ob rojstvu. No, Manca Košir je zapisala takole: ta knjiga je darilo, poklonite jo sebi, poklonite jo tistim, ki jih imate rani. Danes je 8. marec, ne? Upam, da ste presenetili svoje žene, svoje ljubljene, še vedno se lahko odločite za kakšno malce bolj sodobno, ne, darilo. Kaj bi rekli, kaj bodo gledalci v tej knjigi vse izvedeli? Kako bodo napredovali z branjem v svojem življenju? Martina, to je odlično vprašanje. Kaj bodo izvedeli? V bistvu bodo najdeli, narekovajo recept za zdravo, zadovoljno življenje na vseh področjih. Se pravi, starodavna znanja pravijo, kaj je tema. Tema je v bistvu neznanje. In ko ti v bistvu dobiš novo informacijo na osnovi izkušnje nekoga, ne ene teorije, ti v bistvu to, kar je nova nevroznanost dokazala, ti delaš nove sinapsine povezave, se pravi nove nevronske povezave, se pravi nove mostove. Ti dejansko v bistvu lahko prideš do faze, ker ko ti daš možganom novo informacijo, se ta informacija deli na vseh 50 milijard celic in vsaka celica je miniaturni človek, se pravi mikro-makro, ne? In v bistvu dejansko, ko ti dejansko dobiš te nove informacije, se ti v bistvu življenje začne na čist novem nivoju dogajati. In ti dejansko prideš do določene faze, ko lahko kreiraš življenje. Zdaj pa bom tako rekel, naša odgovornost je, če kar spustijo o tem, bi zelo veliko lahko govorila, kaj vse ljudje dobijo, bi raje rekel, ne vem, kaj bi bilo noter, kar ne bi mogli dobiti. In recimo, še malo nazaj sem bil mnenja, da mogoče za ljudje, ki niso pripravljeni delati na sebi, ker knjiga je delo na sebi. To pomeni, da če ne delaš na sebi, pa samo malo prebereš in se sprehodiš, vprašanje, kako bo. Čeprav je veliko vaj. Ne? Ampak v bistvu sem bil mnenja, da pač ljudje, ki niso pripravljeni delati na sebi, v bistvu ne bodo toliko dobili od knjige. Ampak kaj se je začelo dogajati? V bistvu začelo se je dogajati to, da so bralci sporočali, če imaš katerikoli problem, in to je za vse najine knjige z Nikolo, ne? Da če imaš kjerkoli problem, recimo, če primer dam, imaš določen problem, zapreš v bistvu v oči, prosiš za rešitev in odpreš na ključno stran. In recimo odpreš na ključno stran in recimo meni se je odprla resnična definicija miru. Kaj to je? O tem bi lahko govorila, ker lejte, ta knjiga v bistvu, to je knjiga, ko v bistvu je nešteto, kar lahko prebereš. Če sem prej rekla, da je bilo 100 000 knjig, praktično ima vsako tretjo slovensko gospodinjstvo, že najno knjigo znikam. Če so bile te že toliko odzivne, moram reči, da zdravje v nas je pa v bistvu velik korak naprej. In zato se tudi imamo že veliko povprašanje iz tujine. In kar hočem povedati, veliko ljudi vprašajo, če imaš ti naklado ene knjige, ker vse najne knjige z Nikolo so se prodajale v nekaj 10 000 izvodov. Vsaka. Se pravi, ni bilo ene knjige, ki jo ne prodala vsaj v par 10 000 izvodih. Se pravi, praktično ni knjige, ki bi jo napisal, pa bi bila kar tako malo nekom predalu. In hočem povedati, veliko ljudi vprašajo, zakaj je to bogatstvo nas bi tako rad kupil, vsaj baba jo podpisal, zakaj ne ponatisnete? Zato, ker ves čas grejo znanje naprej. In v bistvu, zakaj bi nekje raziskovanje, zakaj bi temeljil nekje na enem znanju 10 let, če pa zdaj v zadnjem času nova biologija, nova nevroznanost pa šla do takih ugotovitev, ki so vse v tej knjigi in vsakmu posamezniku z levo roko razumljiva. In zato rajš narediva z nekom novo knjigo, ki vse to, in hočem reči, če so bile te knjige po celem svetu prodajene in toliko uspešne in da je dr. Joe Vitale The Secret postal založnik, jaz osebno sem prepričan, da tale bo pa taka prelomnica, ker z nikom recimo ima vsa ta znanja naštudirana, ker se ta moment dogaja na svetu. In v bistvu, če tale v Slovensko hitro postala uspešnica, pa ljudje v bistvu niso toliko še pripravljeni vaje delati na sebi. Toliko so recimo pripravljeni Američani delati, ker on ti bo točno vprašal, na strani 35, drugi odstavek, tretja beseda, sem delal to in to vajo in sem prišel do tja. Tega ne razumem, prosim, razložite mi. Jaz večinoma na seminarju vprašam, če je kdo naredil kakšno vajo, večina ljudi reče, no, da tega pa še nisem prišel, ker poanta je pa v vajah. Tako da, kaj hočem reči? Hočem reči tako.
Tudi recimo pred oddajo sva se pogovarjala, ker sem se medijem izogibal, ker sem hotel pač mirno življenje, zakaj sem se zdaj zopet pojavil v medijih, v člankih in tako naprej. Pojavil sem se zaradi tega, ker zdaj smo na takih prelomnih kriznih časih. In zelo pomemben je, mediji delajo lahko veliko dobrega ali pa veliko slabega. In ljudje smo pa tisti, ki se odločimo. Se pravi, če nas nekdo zdaj, v bistvu kako svet deluje, če ti dejansko ti daš informacijo ven in če velika kritična masa, velika količina ljudi, ki verjame tej informaciji, se to zgodi lahko. Lahko se zgodi vojna, lahko se zgodi mir. Mir se ne bo zgodil, če bo šlo na ulico par demonstrantov, pa bo v bistvu tulal mir, ali pa obratno. Ampak poanta je, da velika kritična masa ljudi, ker mi smo vsi ljudje en organizem, da velika količina ljudi verjame v to in potem se to manifestira, ker ena najbolj pomembnih stvari, mi smo zdaj v času, jaz pravim za leto 2016-2017, z moja žena je profesionalna tudi v astrologiji in teh stvareh, ampak to nisem zdaj zato rekel, da bi nas kontaktirali, ker je zasedeno do konca leta, ampak zato hočem povedati, ko imaš starodavno znanje, ti veš to, kar je že oče matematike Pitagora rekel. Števila so edini način, kako pogledati Boga z oči v oči. Kaj pa je Bog? Najbližja definicija starodavnega znanja o Bogu je, da je v bistvu najbližji opis radost in igrivost. In to sta dva atributa, ne? In kot piše že na sami knjigi, ki si boste lahko doma tudi prebrali, namreč lahko jo naročite nocoj v oddaji na 01 200 9924, telefonska številka je izpisana tudi v spodnjem delu vašega ekrana, kot je ravno kar govoril gospod Boris, ne, kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj pregnal največjo krizo v svojem življenju. Največjo krizo v svojem življenju. Torej 01 200 9924, torej knjigo lahko naročite. Naši agenti pridno dvigujejo vaše telefone, si zapisujejo vaše naslove. Mimogrede, prejeli boste domov na dom, torej ne boste imeli nobenih težav z iskanjem te knjige, ki jo lahko naročite, ki jo lahko dobite. Če se odločite, torej jo lahko naročite nocoj v naši oddaji. Morda še samo preberem tale kratek odstavek. Vsaj jaz to ponavadi naredim, ko pridem v trgovino. Ne listam po knjige, ne, ampak najprej obrnem in preberem, kaj piše na zadnji strani. Morda bo tudi vam tako lažje. Po 3 diagnozah hude bolezni in popotnico, da mu je morda preostalo le še pol leta življenja, se je Boris Vene, sicer uspešen podjetnik, lotil iskanja morebitnih rešitev. Ni se želel zgolj znebiti simptomov, temveč postati tisto, kar so skušali simptomi prebuditi, spremeniti ali razviti v njem. Podal se je na dolgo pot raziskovanja zavestnih in nezavednih zakoreninjenih prepričanj, stališč, negativnih mislih in podobnega. Med izlivanjem misli in čustev v svoj zvezek in s procesom ljubljenja čebule, kot ga je poimenoval, je odmetaval vse, kar mu ni služilo. Sočasno je tudi razstrupljal telo in mu dovajal točno določeno hrano. Razkril se mu je novi Boris, ki ni bil obremenjen s strahovi, ni hlepel po pozornosti in ni potreboval založenega bančnega računa, da bi se počutil varnega in preskrbljenega. S kombinacijo najnovejših znanstvenih odkritij in pozabljenih znanj starodavne šole misterijev mu je uspelo popolnoma preoblikovati svojo osebnost. Ne le, da se je pozdravil in preživel, temveč je danes bolj radosten, sproščen, izpolnjen in srečen, kot je bil kadarkoli prej. Knjiga Zdravje je v nas natančno opisuje torej pot njegovo notranjo preobrazbo. In tole knjigo na 220 straneh, če se ne motim, sem ugotovila, 222 straneh, torej lahko naročite nocoj v oddaji 01 200 9924, telefonska številka je stacionarna, torej ne boste imeli kakšnih nepotrebnih stroškov. Kako se torej recimo knjiga začne, kako se knjiga razvije, kako se knjiga konča, če tako na kratko? Mogoče bi pri tem še to rekla, to je zelo pomembno vprašanje, ampak bi na kratko še rekel to, kar na naslovni strani piše, da s to knjigo ne dobiš samo ene knjige, ampak dobiš 2 knjige, plus še seminar brezplačen. Se pravi, v ceni te knjige je ta knjiga, plus še ena knjiga v PDF obliki in v bistvu tudi seminar. Se pravi, praktično dobiš, za eno ceno dobiš 3 stvari. Tako. No, v bistvu, kar se tega tiče, sem še eno stvar prej želel zaključiti. V bistvu, zakaj ste me vprašali že pred oddajo, zakaj sem zopet v medijih, zakaj se izpostavljam, ko se mi v bistvu ne bi bilo treba. Z preprostega razloga. Zdaj so dokaj taki kritični časi in je zelo pomemben, da dobimo te starodavna znanja povezane z najmodernejšimi znanstvenimi odkritji. Zakaj? Mi vsi smo starši. Več ali manj. Jaz imam 2 otroka, dobro, predvidevam, da jih vi še nimate.
Že? Enega? Ok, čestitam. V glavnem, vsi smo starši in dejansko v bistvu zdaj smo prišli skozi vse to razvoj kapitala, turbokapitalizem in to, da je denar najbolj pomemben, vrednote so kar nekje v ozadju, smo prišli do spoznanja, da denar ni tisti, ki usrečuje, ampak je tisti notranji občutek izpolnjenosti tisti, ki usrečuje. Poglejte, če bi bilo res, da denar usrečuje, imamo multimiliarderje, pa oni bi mogli po cesti pa vriskati pa skakati od sreče. A ste kakšnega videla? V večini primerov, jaz sem to zelo študiral, v večini primerov so to zelo nesrečni ljudje. Potem obratno, recimo zdaj sem bila ženo na priznanem najbolj srečnem koncu na tem svetu, na Kostariki. Tam so ljudje v bistvu praktično skoraj nič nimajo, pa so tako srečni in mirni in ne čutiš nobene kakšne narušljivosti ali karkoli in so izpolnjeni. Pa ne vem, pa mogoče nima $1 v žepu. Ne? Se pravi, kaj hočem povedati? Naša odgovornost staršev je tista, da dobijo starejši ljudje, bom rekel, že ne samo starejši, ampak starši, da dobijo nazaj tisto svojo vlogo, predvsem pa starejši ljudje, modrosti, ki jo imajo. Se pravi, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da danes v teh časih so starejši ljudje, pa za mene starejši so mogoče tam, jaz sem v srednjih letih, 50 letih, ampak starejši so mogoče tam v zrelih letih, 70, 80 letih, ki imajo ogromno življenjskih izkušenj, ogromno modrosti. In oni v bistvu lahko svojim vnučkam in svojim otrokom v bistvu dajo res tista prava navodila in to so zapisane v tej knjigi. Se pravi, tukaj je povzetek vseh starodavnih znanj, vseh najnovejših odkriti in velik korak naprej od tistega, kar se uči zdaj. Ta knjiga bo šele aktualna čez desetletje, tako je zelo za bogatstvo in nas šele ljudje dojemajo, kako in kaj. Skratka, naša velika odgovornost je, da starejši, recimo, ko sem omenil, da sem bil zdaj med šamani v Peruju, tam je šamanka, ki vodi celo vas. Se pravi, mi poznamo te ureditve, ki so patriarhat, matriarhat, je v bistvu gospa, ki v bistvu ima neskončno znanje, in toliko ljubezni, da me kar zmrzi, samo pomislim na njo. In ona v bistvu skrbi za skupnost, ampak glede na to, da je glava cele skupnosti, v bistvu sem jo zadnjič videl, kako je čistila WC. Se pravi, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da je prišel čas, da ljudje, se pravi, recimo, če gledamo to mojo že generacijo, ne, se pravi 50 let, mi smo okusili socializem in tako imenovan domnevni kapitalizem, komunizem in tako naprej, vse te različne družbene ureditve in imamo ogromno izkušenj in dejansko vemo, kako je šel čas počas v socializmu. Vemo, kako zdaj divja čas in cel svet divja in življenje divja in zdaj pa poanta, da se ustavimo in da v bistvu res živimo svoje življenjsko poslanstvo izpolnjeni. In v tej knjigi je to vse zapisano. In zato je to knjiga, ki jo prebereš ne enkrat, ki jo prebereš 10krat, 100krat in v bistvu zdaj otrokom lahko daš tista prava znanja, ko jim ti točno lahko razložiš, kaj se z njemu dogaja. Recimo, če se nove biologije večkrat dotaknem, epigenetike. Še malo nazaj so verjeli, da geni so tisti, recimo imaš gen raka, ta in zdaj avtomatsko vsi bojo, ko imajo ta gen, bojo dobili rak in umrli ali pa kakorkoli pač bojo. V bistvu znanstveniki nova biologija pa dokazala, da temu sploh ni res. Da ima recimo, zdaj so na študiju naredili, konkretno dr. Bruce Lipton z Stanfordske univerze, so naredili to študijo in da ljudje, ki imajo določen gen, v 67% dobijo raka, v 33% pa ne. Zakaj? Zakaj ni? Če gen je rak, pa je rak, če to resnica. In on je dokazal, da v bistvu mi smo do 6. leta starosti, otrok do 6. leta starosti je tako imenovanem hipnotičnem stanju, tako imenovanem teta stanju. In on samo, če rečem računalniško, downloada, se pravi nalaga v svoj kasetnik vse te informacije svojih staršev, starih staršev, prijateljev, družine, okolice in v bistvu ti programi delujejo v 95% časa, to so nezavedni programi in so milijonkrat močnejši kot zavedni programi. Kaj to pomeni? To pomeni, da večina ljudi je žrtev, dokler ne prebere to knjigo in ne dobi ta znanja. Se pravi, so žrtve in se ne zaveda, da so žrtve programov, da sploh ne živijo svojega življenja, da živijo življenje nekoga drugega, kulture, staršev, okolice. In ko ti spoznaš, to je epigenetika se imenuje, to pomeni, da ti v bistvu
ko to spoznaš, imaš lahko ta gen za raka, ampak ti v bistvu ne sprožaš tega stresa in dejansko se ta gen potem ne aktivira in ga nimaš in si med, ne vem, tudi če ga imaš, si med tem 33%, ki živiš srečno in zdravo in izpolnjen in tako naprej. In to je ta nova in nevroznanost in nova biologija in to ta knjiga zajema. In zdaj, če se dotaknega tega, ko starši imajo to znanje, potem se zavedajo, da otroku do 6 leta starosti vsakeč mu rekel, ne smeš to narediti, ali pa ga je hotel motivirati, da se ne bo ratal, se ne bo to, v bistvu ga programira za neuspeh v življenju. In ko ti v bistvu to veš, potem o čem zdaj govoriva? Govoriva o tem, v novi dobi. Govoriva o čisto novem življenju. In to je kvantni skok, pa ne zato, ki naj nas znikam, ampak na področju znanja, ki je vse skupaj zajet. In konec koncev, po napovedih, recimo, dr. Valova zelo dobro reče, ti, kar se medicine tiče, pa je zdravnica klasične medicine na kliničnem centru, zdravnica alternativne medicine, holističnega znanja, MBA-ovka, prav lepo, Boris, ti ne rabaš nobenemu nič dokazovati, ker ti si v bistvu ona pregledala vso mojo dokumentacijo, vse to, ker je hotela se sama prepričati, ker ti ne rabaš nič reči. Ti si v bistvu, tudi po operaciji, ki sem imel na onkološkem, so spet mi narastu pač te markerji, ne. V bistvu je rekel, ne rabaš nič dokazovati, ker točno s tem, ker si pokazal, da si poln energije, si zdrav in tako naprej, v super športni formi sem, si vse s tem dejanji pokazal. In zdaj so časi dejanj, ne pa čapi, mislim, da teorija. So se zdajle kar vsi malce zamislili, ne? Ker res si te počnemo, ne smeš tega, ne smeš tega, ne smeš tega. Ne, Bog ne daj. In da bomo med tistimi 33%, ne, torej pri tem... Če imamo ta gen. Kaj pa, če ga nimamo? Ja. Potem je pa sploh žurka, ne? Ja, točno to, ne. In torej to znanje boste lahko doma prebirali v tej knjigi Zdravje v nas, ki jo torej še enkrat lahko naročite na 01 2 00 99 24. Kot je že Boris povedal, torej plačaš eno, dobiš 3. Brezplačno prejmete še knjigo Zdravje v nas, raziskave in spoznanja, ter brezplačno prejmete še seminar Zdravje je v nas. Torej za ceno enega, ne bi lahko rekli, prejmete 3 stvari. To lahko torej naročite na spodaj izpisani stacionarni, torej brezplačni telefonski številki 01 2 00 99 24. Knjigo boste dobili domov na dom, po pošti, lahko jo poklonite komu za 8. marec. Ne? Jaz kot ženska je bila raje zagotovo veliko bolj vesela takšne knjige, kot pa kakšne rožice, ki v ni. To je zagotovo ena stvar, ki vam ostane in kot je že povedal naš današnji gost, to ni stvar, torej, ki jo boste prebrali samo enkrat, ampak to je stvar, ki jo boste prebrali znova in znova in znova in znova. 01 2 00 99 24 je torej telefonska številka. Za še boljše življenje bi lahko rekli, ne? Za vse tiste, ki so morda malce nesrečni, ki se iščejo, kako za tiste morda, ki se soočajo s kakšno boleznijo, vse tiste, ki imamo otroke, jaz mislim, da je tole tisto must have doma, ne? Takole, kar se tega tiče, sem vam še dolžen odgovoriti v celoti na vprašanje, kako je knjiga sestavljena. Knjiga je samo cirka 30 prvih strani govori o moje bolezni, kako sem se soočil, ampak to velja na vseh področjih. Če imaš krizo z denarjem, krizo z medsebojnih odnosih, potem vsa ostala knjiga gre pa do najglobjih starodavnih znanj, nekatera še nikjer niso bile nikoli zapisane, niti v svetih spisih, niti v vedah, ker moramo vedeti, da zdaj živimo v takem milostnem času, ko se drevo življenja in drevo spoznanja združujeta. To so starodavna znanja zapisala že pred tisočletji. Drevo življenja so starodavna znanja, drevo spoznanja so pa najnovejši znanstveni dosežki. In zdaj nova biologija in nova nevroznanost, kaj ti doktorji pravijo? Prav v bistvu, ko sem te stvari študiral, dejansko sem postal duhoven človek. Z vsemi doktorati in z vsemi temi stvarmi, ne? Tako da, kar se tega tiče, no, v bistvu must have, ne. Jaz sem prepričan, recimo še to sem dolžen, ki nisem prej razložil, da povem. Bil sem mnenja, da mogoče za tiste ljudi, ki pa niso pripravljeni v svojem življenju narediti spremembo, da pa za tiste pa mogoče ta knjiga ni. Ampak se mi zdaj v praksi pokazalo, da sem se motil. Zakaj? Imeli smo primere, ko je človek dobil, ker sem rekel, ta knjiga se že zdaj tudi na veliko podarja. Zdaj pred novim letom se je cirka 1000 knjig podarili, so ljudje kupili in podarili svojim bližnjim. Ja, tako je. Morda za kakšen rojstni dan, ne, če ste že dan žena zamudili skoraj, da. Pa naključno odpiranje strani in do zdaj ni bilo enega, ki bi rekel, da, recimo, dajva tako reči, če imate kjerkoli problem, zamislite si ga, zaprite oči, prosite za rešitev in odprite naključno stran. Razreševanje sedajnosti, ukvarjanje s seboj. Wow.
Ja. No, sej, ne vote za ston te vdaje, ne? Ne. In to je tudi globoko sporočilo in potem človek samo tisto, kar mu prvo... Globoko sporočilo je, ker se res zelo navezuje na ta problem, ki sem si ga zamislila, ne? Aha. Razreševanje sedanjosti. Ampak ne zdaj, brat, ne? Ne bom brala. Zelo zanimivo, ja. Evo, to boste lahko tudi vi doma naredili. No, jaz bom potem prebrala si pa oddaje, ja. Strani si pa nisem zapomnila. 0, 1, 2, 0, 0, 9, 9, 2, 4. Torej, tole je izjemno delo Borisa Veneta in pa Nikole Grubiša. Zdravje je v nas. Torej, kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju. Knjigo lahko torej naročite in pa morda, če imate kakšno vprašanje, ne se obrnete na naše agente na 0, 1, 2, 0, 0, 9, 9, 2, 4. Torej plačate 1, dobite 3, brezplačno prejmete še knjigo Zdravje je v nas, raziskave in spoznanja, ter brezplačno prejmete še seminar Zdravje je v nas. Tako da boste imeli kar nekaj gradiva za prebirati. Knjiga je torej na 222 straneh. Torej, eno je PDF v obliki, ne, če sem si prav zapomnila seminar Zdravje je v nas. To je knjiga tista, ki brezplačno dobijo, ja. Ok, super. In pa Zdravje je v nas, torej raziskave in pa spoznanja. Ja, iz režije mi sporočajo, da bo morda kakšen trenutek pri naročili za počakati, ne. Telefonska številka je tako ali tako stacionarna, kar nekaj agentov imamo, ki sprejemajo vaša naročila. 0, 1, 2, 0, 0, 9, 9, 2, 4. Ja, iz režije mi tudi sporočajo, da lahko to knjigo naročujete tudi po oddaji, tako da morda si zapisujete oziroma zapišete telefonsko številko in če nas boste spremljali morda kdaj ob ponovitvi, lahko tudi takrat. Zagotovo je pa najenostavnejši način, ne, da knjigo naročite danes, če seveda to želite in jo boste prijeli že, če danes torek, sreda, četrtek, že na dom, ne, in jo boste lahko konec tedna že prebirali. 0, 1, 2, 0, 0, 9, 9, 2, 4. Lahko rečete, da je to eden izmed vaših del, mimogrede ni jih malo, samo tukaj na mizi imava 6 vaših izdelkov, 6 vaših knjig, na katere ste recimo najbolj ponosni. Zdaj težko izhajam, da sem ponosen na kjerokoli. Boris, če ste opazili, je zelo skromen človek, kar je meni zelo zanimivo. Komaj, da se kaj pohvali, da kaj pove. Lejte, ja, v bistvu vsaka knjiga je otrok. In to isto, kot bi rekel, jaz imam 2 otroka, hčera pa sina, na katerega sem bolj ponosen. Oba imam neskončno rad. In ponos v bistvu tle nima nobene stvari. Bi pa zdaj ta tretjič pa že res odgovoril na tisto, kar sem se motil. Trikrat ta tretji zdaj probam. V glavnem pa zmeraj zaideva kam drugam. Motil sem se, da tistih ljudje, ki niso pripravljeni sebi trdo delati, da za njih ta knjiga ni. Potem so mi pa zdaj sporočali, pa to ni bil samo en primer, da so podarili nekomu knjigo. In da je človek rekel, ja, veš kva, jaz pa knjig lih naberem in so mu povedali, da je to priročnik za življenje, da je to, da moraš imeti doma in da odpreš na ključno stran, ne rabaš se matrati, prebereš stran 2, odpreš in zapreš in tako naprej. In pravijo ljudje, se je začelo dogajati, je bil človek čisto nezainteresiran, ampak najvišji, kar sem videl, da mu lahko v življenju res pomagam, da podarim to knjigo. In prav potem je pa, če za nepar dni kliče nazaj, prav, da je njegov prijatelj prišel, ki je bil hudo bolan in ni vedel, katero terapijo ne izbere, oziroma je prišel naslednji prijatelj, ki je bankrotiral in je rekel, lej, tle nam je kolega posodil to knjigo, lej, daj se jo preber. In potem je ta prijatelj prebral, prišel toliko navdušen nazaj, da je ta isti človek, v bistvu, ki jo ni prebral, naročil novo knjigo, ker je prijatelj mu vzel, zaplenil in začel brati. To je en primer. Drug primer je, ko je človek recimo dejansko padel v krizo, prej je bilo vse v redu in dejansko je knjiga poklicala in je začel brati in je rešil problem. Ker nekaj moram izpostaviti. No? Mi recimo zdaj, ker sem pač spet javnosti dostopen, tudi v Sloveniji, mi imamo neskončno mailov dobimo na našo spletno stran in v bistvu jaz se že zdaj opravičujem, ker ne moram odgovarjati na vse, čeprav v bistvu dela cela ekipa na temu, ampak teh primerov posameznih je toliko veliko, da dejansko smo prezasedeni. Tako da, zato smo pa naredili to knjigo in v tej knjigi so odgovori noter, to je lastna izkušnja, vse te raziskave, najmodernejše znanstvene in v bistvu se lahko ljudje z njo pomagajo. To je ena stvar. Druga stvar je, tako vidite, izpisan v bistvu na ekranu, tema Zdravje v nas. Če temu dodate samo še .si, ste na naši spletni strani. In tam noter je veliko člankov. Se pravi, če nekdo še razmišlja, bi knjigo kupil ali ne bi, so članki iz knjige. In to so taki članki, ki nikoli nikjer še na svetu niso bili objavljeni.
Se pravi, vsi so avtorski članki, vsi so unikatni članki. In recimo, če izpostavim nekaj člankov, recimo kako močna želja lahko ubije dobesedno, ne? Kako v bistvu ravno, recimo tak, sem prej že rekel, ameriška you can do it, se pravi, ti zmoraš, karkoli se spomniš, ni res, ne zmoraš. Če se jaz zdaj spomnim, da v bistvu hočem biti najboljši kirurg na tem svetu, ni šans, da bom. Pa imam blazne delovne navade, vztrajnost neskončno, ampak expectations are happiness killers, so zdaj na Harvardski medicinski fakulteti odkrili, ne? Dr. Dan Gilbert, se pravi, pričakovanje ubijajo srečo. Se pravi, in v bistvu povzročajo kroničen stres. Potem cilji, ki jih imamo, si jih zastavimo, cilji v bistvu sprožajo kroničen stres in nam v večini primerov odvračajo, da ga dosežemo. Recimo, že Martin Kojc v učbeniku življenja je skoraj 100 let nazaj napisal, kako v bistvu, in na to temo je tudi en članek na naši spletni strani, kako v bistvu je življenje in kako ustvarjamo cilje. Ne? Recimo, mi dva z Nikom smo ta članek samo še nadgradila za pač na ta čas. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, da recimo potem negativna stran pozitivnega razmišljanja je v bistvu še en članek, recimo, ne, to je vse brezplačno dostopno. Ne. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker res vem, da bo zdaj ogromno spet klicev in mailov in vem, da ne bomo mogli na vse odgovoriti. Zato je knjiga ta podpora v knjižnicah, so v bistvu te knjige so ostale, ki jih omenjate, večina je razprodanih, imava skupaj več kot 10 knjig z Nikom na duhovno stran, na materialno stran in tako naprej. In v bistvu ljudje gre lahko v knjižnice ali lahko tole naročijo zdajle, v bistvu, če pa niso prepričani, gre pa lahko na spletno stran ali pa če nimajo denarja, lahko v bistvu prebirajo te članke, bojo že dober občutek, kaj sploh knjiga vsebuje. Ne? Je pa res, da je to zelo cenovno dostopna knjiga, ne? Ja, vsaj po mojem mnenju. Hvala Bogu. Plus tega, da torej za ceno eno dobite 3, poleg tele knjige boste torej prijeli še brezplačno Zdravje je v nas, raziskave in pa spoznanje, ter še PDF v obliki seminar Zdravje je v nas. V bistvu boste za ceno enega dobili torej 3 izdelke. Plus tega, ne, da to jaz zmeraj pravim, ne, v prejšnji oddaji sem se hecala, da nek izdelek ponavadi pojeva, ne, knjiga je pa stvar, ki nam ostane. Tako da se splača investirati, čeprav še enkrat ponavljam, zelo, zelo cenovno dostopna knjiga, tako da mislim, da dosegljiva prav za vsakogar izmed vas. 01 200 9924 je torej telefonska številka, na katero se lahko obrnete za informacije in pa naročila. Lahko pokličete sedaj, lahko pokličete tudi po oddaji ali pa ob ponovitvah, ko nas boste spremljali. 01 200 9924, torej knjiga Zdravje je v nas. Jaz mislim, da Boris govori tako zanimivo, ne, in pa to me še zanima, ne, je knjiga napisana v takšnem jeziku, da jo bojo razumeli, oziroma ne v jeziku, ne, splošno, ne preveč zakomplicirano, ljudsko. Lejte Martina, tako bom rekel, moj partner, kolega, soavtor Nikola Grubiša je za mene svetovni prvak v pisanju. In vse, kar sem do zdaj napisal, vedno gre čez vse, kar je napisan, gre on čez. Tako da, kar se tega tiče, ne more biti bolj preprosto in bolj jasno napisan. Ker to ponavadi kakšnega izmed gledalcev skrbi, ne, da pa on ne bo... To je knjiga, če v žargonu rečem, v ljudskem jeziku, Super. Ki je v bistvu midva nisva dajala poudarkani strokovni slovnici in mu zakompliciramo, ampak vedno izhajava iz človeka, preprostega človeka. Izhajava v bistvu, lejte, to je spet moja prednost, v bistvu, ko si ti, ko umiraš, takrat je ogromno nekih informacij, nekih teoretikov, ki ti prodajo na račun, da bi veliko zaslužili, ogromno balasta. Ko ti enkrat umiraš, točno hmalo vidiš, kaj je in kaj ni. In v bistvu jaz izhajam iz te pozicije, izhajam iz ljudi, ki so hudo bolni ali pa so bankrotirali ali pa imajo družinske medsebojne odnose, velike krize, da bo skozi knjigo našel odgovor, kaj narediti in da bo v bistvu živo izpolnjeno srečno življenje. In to je tisti poudarek. In knjiga je v tem duhu napisana in se pravim, če bo zdaj že teh knjig, da je super uspešnica ratala v kratkem času in da je toliko ljudi jo kupili zdaj za nov let, za darila drugim, to že vse pove. Se pravi, logično, da je prvo bil sam navdušen, potem je pa podaril naprej. Tako da, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da knjiga v bistvu je tisto, ko so vse te izkušnje noter navedene in si bo lahko vsak pomagal. Predvsem je pa zelo pomemben, lejte, če rečejo kar simboliko življenja. Naše življenje je kot nihalo. Iz ene skrajne lege gre v drugo skrajno lego. In v bistvu se pravi, Sai Baba je rekel, happiness is an interval between two sorrows. Se pravi, sreča je en interval, ena vmesna postaja med dvema obžalovanjima. Ne?
In ko ti se začneš zavedati, kako je življenje unikatno, neprecenljivo, potem se ti zavedaš, tako kot je bil tisti citat prej, to bo menilo, da ne glede v kateri skrajni legi življenja si, ti lahko dodaš temu življenju en svoj lasten izraz. Primer, če danes sneži ali pa če je sončno, ti lahko v soncu neskončno uživaš, lahko pa v snegu kot majhen otrok v bistvu uživaš v radostih. In recimo, če sem zdaj prišel k majhnim otrokom, veste, da v Svetem pismu piše, da dejansko je Jezus videl otroke, ki se igrajo, pristopil k njim, ko so zaposleni nekam šli, ne, in se začel z njimi igrati. In potem so rekli, lej, simbolično govorim, ne, Jezus v bistvu, lej, nam se odigramo tja, pa ti se pa igraš z otroci. Ne. In on je rekel, dokler ne boste postali kot otrok, ne otroči, ampak kot otrok, takrat toliko časa ne bo vaše nebeško kraljestvo. In vse te starodavne znanja sva z Nikom naštudirala in znava brati med vrsticami, kaj je bilo sporočeno. Recimo, Sveto pismo je bilo napisano 2000 let nazaj. Recimo, če danes Sveto pismo berete in če samo eno besedo spremenite, ga boste razumeli čisto drugače. Recimo, če Jezus ne preberete ali pa Kristus vest kot Jezus, preberete kot ljubezen. Bo celo Sveto pismo imelo svoj nov pomen. Jaz mislim, da bodo zdaj gledalci doma delali neprestano tole. Hvala Bogu. Martina, še ena stvar. To je meni zdaj tako zanimivo. Martina, še ena stvar, ki je tle zelo pomembna. Jaz vsake toliko časa svojo knjigo preberem, Nik jo prebere. Kako sva midva sploh prišla do tega, da bova pisala knjige? Nama kot oba sva bila revna fanta, ni bil interes, niti sva vedela, da bova kakšne knjige pisala. Jaz sebe nikoli nisem videl, da bi imel kakšen talent v pisanju. Ok, hvala Bogu, imam Nika, ki ima velik talent. V glavnem. In v bistvu, kar se tega tiče, dejansko smo vse te zapiske, ki sva delala, ki nisva hotela biti revna, nesrečna in tako naprej, sva naštudirala vse to, kar je takrat bilo, najbolj aktualno, da si uspešen, bogat in tako naprej. In sva si delala zapiske in sva te zapiske prebirala in na končni fazi sva toliko teh zapiskov naredila, sva rekla, kaj če bi naredila, zdaj pa to nastalo. In potem so ljudje rekli, ki sva predavala in tako naprej, so rekli, dajte z tega knjigo narediti. V bistvu ljudje so bili tisti, ki so rekli, ampak kaj poanta? Poanta je, da celo vesolje ti govori, kaj je tvoje življenjsko poslanstvo. Ampak mi smo toliko v eni furmanski konji, v enih vzorcih, prepričanih, da dejansko ne vidimo tistega, kar nam življenje sporoča. In potem veliko rabimo eno okoli 6 ali pa 2 ali pa 3. Eno brco rit? Ja, ali pa 2 ali pa 3, jaz sem tega veliko rabil. Delač od tega, da sem bil ne vem kaj briljanten, pameten, karkoli, ampak v bistvu sem bil zelo tako, sem se nekaj odločil, sem se tega držal in potem je bila klofuta z leve, klofuta z desne. Dočim zdaj, skozi to knjigo, če povem eno od svojih najmočnejših spoznanj, sem se pa naučil, kako življenje deluje. Se pravi, jaz sem včasih verjel, ko me je življenje kazalo drugo smer, sem rekel, ne. Bil sem vrhunski športnik, bil sem natreniran, bil sem vse vztrajen in tako naprej. Sem rekel, ne, jaz sem se odločil, da to tako bo in tako bo, konec, pika, amen. Pa če mi je cel svet kazal drugače. In sem šel v tisto smer. In jasno, zaletal sem se z glavo skozi zid, ampak ponovadi sem tudi skozi zid prišel, seveda sem pa vsakič simbolično rečeno stolkel svojo glavo. V glavnem, potem pa skozi to boleznjo sem prišel do globokih teh modrosti, ki so že v bistvu starodavna znanja govorila in tudi najnovejše znanstveno dogaja. Ja, seveda je napisan. In kaj sem se naučil? Naučil sem se, ko te življenje potisne, se umakni in sprejmi. Ko te življenje povabi, odločno stopi naprej in deluj. To bi lahko že bila ena res lepa misel za konec oddaje, ampak nekaj malega časa še imamo. Vi ga lahko torej izkoristite za naročilo tele uspešnice Zdravje je v nas, telefonska številka, torej stacionarna, brezplačna, 01 200 9924. Torej za ceno enega boste prijeli 3, zraven boste dobili Zdravje je v nas, raziskave in spoznanja ter seminar Zdravje je v nas, torej za ceno enega kar 3 izdelke. Torej na spodaj je izpisani telefonski številki, ki je na vašem ekranu, na njo se lahko torej obrnete za naročila in pa informacije, torej še enkrat 01 200 9924 in pa knjigo boste torej prijeli domov na dom, kar se meni zdi dan danes kar pomembno. Ljudje smo kar taki. Spletno nakupovanje je dan danes zelo in, no tukaj pa torej en telefonski klic, pa vam bo knjigo takole na dom dostavil poštar. Torej ja, kot sem že omenila, za ceno enega prejmete 3 izdelke, torej poleg tele knjige na 222 straneh boste brezplačno prejeli še knjigo Zdravje v nas, raziskave in spoznanja ter pa seminar Zdravje je v nas. Kakšna magična številka 222? Kak poseben razlog?
Ne. Lejte, Ste vraževeren? Tudi približno ne. Lejte, verjamem v tako imenovani božanski načrt, da bi pa vraževeren, pa ne. Verjetno pa tudi v tej smeri so stvari razkrite, kdaj recimo vodu, kdaj deluje in kdaj ne. A to dejansko deluje? Seveda deluje, če v to verjameš. Ampak naš um deluje samo v 5%, zdaj znanstveno dokazan, najnovejša znanost, nezavedni procesi so pa v 95%, ki so milijonkrat močnejši in v 95% vodijo naše življenje. Se pravi, naš zavestni um deluje tako rekoč samo na 5%. Torej, vodu recimo poznamo, da pač zabadajo tiste igelce v tisto figurico, ne, in dejansko človeka ali zaboli ali kakorkoli, ne. Potem se pa pojavijo pa ljudje pa pravijo, ja, čiste neumnosti, jaz v to ne verjamem. Ampak skozi prakso se je pokazalo, da tudi taki ljudi lahko umrejo skozi to, čeprav ne verjamejo. Zavedni um ne verjame pa nezavedni. To zdaj ne bi ravno razkrito, da so jo oddaji, da ne bo kdo na mene začel. Ne, kaj pa poanta? Poanta, Martina, je pa ravno v tem, ko preberete to knjigo in ko dostopite do tega nezavednega, potem vi niste v 5% časa v zavestnem kreativnem umu, ampak ste lahko 90% časa v zavestnem kreativnem umu. In tukaj smo velike, res nimajo časa, da bi to natančno, tudi znanstveno, z levo roko lahko razložili, kako in kaj, to nova znanost, ampak v bistvu vi potem v 90% imate ta kreativni um na razpolago in vi dobesedno lahko kreirate svoje življenje. V bistvu jaz sem lansko poletje sem delal na meditaciji kreaciji in ta kreacija se je dobesedno potem zgodila. Če bi zdaj začel govoriti, v kakšnem smislu lahko kreira svoje življenje, bi bila to že znanstvena fantastika. Ampak to se da. In tudi ena od osnovnih, imamo več vrst meditacije in jaz meditacijo zelo priporočam, pa ne kot sproščene napetosti, kot stres, kakorkoli. Noti tudi razloženo, vse te meditacije, ki so do zdaj, zakaj v večini primerov ne deluje. Ker recimo, kaj meni deluje? Ne, da je človek skozi meditacijo zaslužil svoj milijon evrov, če je to želel, ampak meni je poanta, da je človek izpolnjen. Za mene je ultima, da si ti izpolnjen. Recimo, ko ti dosežeš to notranje stanje, da si ti srečen, izpolnjen, jaz imam raje kot srečo izpolnjen, ker sreča je relativna beseda, ne? Potem ne rabaš navzven ne vem kakšnih hudih avtomobilov, da so škazal, ne vem kakšnega bogatstva, ne vem kakšne jahte, ne vem kakšne hiše v zlato in tako naprej, ker v bistvu so vse to nadomestki sreče ali pa te izpolnjenosti, zunanji nadomestki, ampak mi da skozi to knjigo govorimo o našem notranjem stanju, ne zunanjem stanju. In ko ti dobiš, v bistvu, ko si ti kupaš eno veliko stvar, en super avto, v bistvu ti si mogoče določen čas srečen, eno uro, en teden, en mesec, ampak potem pa spet pride, ker svet znotraj tebe se izraža v svetu zunaj tebe. Kaj je poanta? Ko ti dosežeš to stanje, v bistvu, da si notranje spolnjen, potem se ti ne rabaš več obdajati z ne vem kakšnem bogastvom, ne pomeni, da ga zanikaš, če ti pač dano, zakaj ne bi fino živo, če je. Ampak hočem povedati, da je ena največjih laži v zgodovini človeštva to, da te določene stvari lahko usrečijo. To ni res. Ne morete usrečati ne dober avto, ne dobra hiša, ne dobra partnerica, ne, če ti tega nimaš v sebi. In v bistvu, ko ti dostopaš do teh 95% nezavednega in ko začneš te programe okolice staršev, ki so ti programirali, ko začneš živeti življenje in pričakovanje drugih in začneš živeti svoje življenje, ko se ti začneš končno vprašati, ok, zdaj pa jaz na vrst, kaj je tisto, kar si jaz v življenju želim? Potem kaj počnem, kar vem, da ni dobro zame, pa še vedno počnem. Kaj ne počnem, kar vem, da bi mogel. Ko se začneš taka vprašanje postavljati, potem se začne kreacija tvojega novega življenja. In recimo, če govorim o ultima meditaciji, ko prideš do teh nivojev, potem ti lahko kreiraš svojo prihodnost. Ampak v skladu s svojim življenjskim poslanstvom. Se pravi, ne boš kreiral nekaj, kar ni tvoje poslanstvo. Jaz ne bom kreiral, ne vem, da bom počel nekaj, kar je nekdo vrhunski, ker to ni moje poslanstvo. In to so te stvari. In ko dostopaš do tega, potem se začne svet znotraj nas, se izraža v svetu zunaj nas. To so starodavna znanja. In v bistvu naše okolje je podaljšek našega stanja, notranjega stanja. Se pravi, kako mi razmišljamo, kako mi delujemo in kakšne občutke pri tem doživljamo. To določa naše stanje bivanja. In ko ti na to vplivaš, zdaj šele začenjava, in ko ti prihajaš do teh notranjih stanj, ko začneš v bistvu, ko ti veš, da ti določena misel, ko nekaj prebereš, ko prebereš tako knjigo, ko ti sproži, ko ti ustvari nove nevrone, nove synapse connection, se pravi nove sinapsne povezave, nove mostove med nevroni, ko tvoji možgani začnejo delovati, se pravi naš zavedni, nezavedni, več nivojev ne bo se sploh dotikala, ker se pravi, o tem bi ure mogla govoriti. V bistvu potem, pri večini ljudi so možgani razglašeni.
Se pravi, imamo več vrst možganov in pri večini ljudi deluje ta primitivni živčni sistem. Se pravi, beži ali bori se. Se pravi, večina ljudi je v strašnem stresu, kar pomeni, da ti v bistvu, ko si v stresu, ko ti delujejo ta reptilski možgani, če tako na kratko rečem, potem ta kognitivni del sploh ne deluje, se pravi ta kreativni del. Ker v bistvu znano je, da stres te poneumlja, da stres zapre vse celice, da imun sistem takrat ne dela. Znano je v bistvu, da takrat ne moreš biti srečen in takrat ne moreš v bistvu živeti iz polnega življenja. In ko ti te stvari, ko dobiš novo informacijo in potem se začne nov ciklus nove misli in novih občutkov oziroma čustev. In ti recimo, ko imaš recimo v telesu, imamo recimo misli so jezik možganov. Dočim čustva so jezik telesa. In mi imamo na osnovi svoje, zakaj se mi določenih preteklih izkušenj tako dobro spomnimo? Zato, ker imamo določen čustveni naboj na to preteklost. In dejansko, kaj je modrost? Modrost je, ko izkušnji odvzameš čustveni naboj. Ker drugače si ti ves čas v tem ciklusu razmišljanja in občutkov in se vrtiš skozi, v bistvu živiš še več preteklosti, živiš še več teh programov, ki si jih dobil od 1. do 6. leta starosti. Se pravi, in v bistvu ne živiš svojega življenja. Ko si ti začneš postavljati vprašanja, kaj si jaz, ko prideš do te stopnje zavedanja, kaj si jaz v življenju sploh želim. Ok, zdaj sem delal to, ker sem verjel, da moram en ameriški način življenja imeti, da bom bogat, pa da bo uspeh je, da imaš veliko denarja, vidim, da to tudi približno ni res, imam dosti denarja. Če bi vedela, koliko ljudi se obrne na mene na svetovanje, ki imava v bistvu, pa spet, Bog ne daj, da je to reklama za svetovanje, ker ne sprejmejo nobenega več, ker ne morava z ženo, kot astrološko. Cel svet dela tako. Recimo, če gledam ta moment, ki sem zelo povezan z najmodernejšimi znanji na svetu, še vedno, ko imaš ti danes enega coacha, mentorja v Ameriki, recimo, še zmeraj ti on pove, ok, povej, kaj si želiš, pa ti bom jaz pa naredila načrt in boš ti to dosegel. To je čist grešen. Mi z ženo izhajata, prvo ona naredi astrološko karto, profesionalno astrološko karto, ker ona je v bistvu končala 2 faksa in magisterij in je rekla za magisterij, da bi šala malo v primerjavi z faksom astrologije, ker v bistvu na magisteriju sem naredil eno temo, en izpit pa ga pozabil, v astrologiji se pa vse nadgrajuje in v bistvu to prvo narediva astrološko karto, kaj je človeško, kaj je njegovo poslanstvo. In potem jaz na osnovi ogromno izkušenj, v bistvu potem narediva načrt, kako in kaj. Ampak mi se točno zavedava, da prvi korak, ne, kako cel sistem uspeha deluje, ta industrija uspeha, zamisli si, kaj si želiš, naredi si načrt, kako pride do tega in deluj. Sploh ni res. Mi imamo vsi viruse v svojem delovanju, vsi imamo te nezavedne vzorce, nezavedne programe. In prvi korak je deprogramirati, potem na nov programirati in potem šele lahko na osnovi volje se naredi načrt in tako naprej. In ko ti veš, kaj je tvoje življenjsko poslanstvo, ko lahko en astrolog, dober astrolog pogleda par življenj nazaj in v bistvu je to zgodba, ki se ne deluje. V bistvu naš ta življenje ni nekaj, kar smo zdaj začeli. To je potovanje duše, oziroma jaz sem še raje izraz potovanje zavesti. In tudi že zdaj en dober astrolog lahko vidi, kaj se bo v naslednjem življenju zgodilo. Ampak jaz govorim vrhunsko. Lahko rečemo, da vse tiste, ki pa morda v življenju še iščejo poslanstvo, svojo pot, ki so v nekakšnih dvomih, je tole še... Definitivno. Glejte, tako bom rekel, ok, seveda sem navdušen nad knjigo, ker v bistvu imam rezultate. Res sem povedal, da mi žal, da ne moramo ljudem odgovarjati po mailih, ker tega je preveč, ampak moram pa povedati, nismo pa pozabili na ljudi. Se pravi, kako zdaj delamo? V bistvu delamo projektno, se pravi, v bistvu smo zdaj naredili program, ki se imenuje Aktivno srce. Se pravi, velika stopnja zavedanja je, ko se ti začneš zavedati, da se ti nisi rodil zato, da boš svet rešil. In mi ne rešujemo sveta. Jaz sem na seminarju veliko vprašal, tako ko sem delil ta znanja, koliko duš lahko zdaj s tem znanjem rešite. Pa sem celo dobil en odgovor, 1 milijardo. Kruta resnica ali pa resnična resnica je ta, nobene duše ne moreš rešiti, razen svoje lastne. In lahko pa deluješ z zgledom. In zato imenujemo ta projekt Aktivno srce na kvadrat, da v bistvu si ti prototip srečnega človeka in ti dejansko z zgledom odpiraš srca drugim. Se pravi, ne rešuješ nikogar. In to je iluzija, da boš ti kogarkoli rešil. Ne? In v bistvu sem hotel še to reči in nismo pozabili na ljudi, čeprav ne moramo na mailih odgovarjati. Imamo članke na naši spletni strani, ki se jih brezplačno lahko preberejo. Je knjiga in v bistvu tudi tako. Tisti ljudje, v bistvu, ko preberejo knjigo, potem lahko pridejo na seminar in ravno zdaj smo solsticijski seminar pred novo letom imeli. In v bistvu takrat dejansko, ko ljudje, tisti, ki so se odločili, da v svojem življenju nekaj naredijo, da bodo delali na tem, v bistvu praktično, da ne rečem simbolično celo, smo imeli 10 evrov, lahko dobijo, imamo 10 delavnic, kako v bistvu
dela, ampak to so delavnice, to pomeni, da je treba delati. To ni tisto, da nasloniš nazaj, pa poslušaš, pa uživaš, ampak moraš delati. Tako kot vaje tukaj. Recimo, še eno vajo bi pa res dal želo. Samo še prej morda, da povabim naše gledalce, glede na to, da imamo samo še 2-3 minutke, k naročilom. Torej, vse te stvari, o katerih danes govorimo, imate torej zapisane v tej knjigi Zdravje je v nas. Torej, če se sprašujete, za katero knjigo gre, ker gospod Boris večkrat omeni, to je vse zapisano v knjigi, je to tale knjiga, ki jo jaz nocoj držim v rokah. Zdravje je v nas, torej kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju. To knjigo lahko torej naročite na stacionarni telefonski številki 01 200 9924. Kar nekaj agentov imamo, ki pridno dvigujejo telefone, si zapisujejo vaše naslove in boste tole knjigo v paketu, skupaj še z 2 drugima izdelkoma, torej zraven boste brezplačno prejeli še eno knjigo Zdravje je v nas, raziskave in spoznanja ter seminar Zdravje je v nas. Torej za ceno enega boste prejeli kar 3 stvari, kar 3 izdelke, plus tega, da je to zelo, zelo dostopna knjiga in mislim, da si lahko privošči prav vsakdo izmed vas. Smo že slišali, da je tale knjiga bila prodana v več tisočih izvodih, tudi kot darilo. Lahko se tudi vi odločite za darilo, nekomu poklonite. 8. marec je danes, če svoji dragi niste še nič lepega privoščili, se lahko odločite za nakup tele knjige. Zagotovo pa zase, da boste še srečnejši v svojem življenju. Torej 01 200 9924. S to knjigo pridobite zagotovo na večjih ravneh, na osebnosti, zagotovo ste bolj srečni, zdravi in pa morda, če se še nekako iščete v življenju, če ste v kakšni krizi, vam bo tole zagotovo pomagalo, da boste prišli iz tele krize. Še morda kakšna dobra povratna informacija, ki jih imate zapisane tudi na knjigi. To so navodila za uporabo, za pot skozi srečno življenje, ki bi jih moral vsak človek prejeti ob rojstvu. Ob rojstvu verjetno tega niste prejeli, lahko pa prejmete domov po pošti, torej 01 200 9924, ko smo že slišali, zelo, zelo dobro tudi za vzgojo otrok. Torej ob nakupu tele knjige pa prejmete zraven še 2 druga izdelka, torej še eno knjigo Zdravje je v nas, raziskave in spoznanja, ter še seminar Zdravje je v nas, torej plačaš 1, dobiš 3 izdelke. 01 200 9924. Z režije me sprašujejo, da naj vas vprašam, kako bi vi z eno besedo opisal tole knjigo? Kar mislim, da bo režija zelo, zelo težko, ne? Osvoboditev. Osvoboditev? Na vseh nivojih. Osvoboditev na vseh nivojih. Ali pa osvoboditev in obilje na vseh nivojih. Super. Osvoboditev in obilje na vseh nivojih. Režija je zelo zadovoljna z odgovorom. No, in to boste torej vi prijeli, s temle izdelkom. Osvoboditev in obilje na vseh nivojih. 01 200 9924. Imamo še le toliko časa, da morda poveva še kaj tistega ključnega za na konec. Sva morda kaj pozabila, čeprav sem prepričana, da se bova v takile zasedbi v naši oddaji še srečala, če se boste le še enkrat ozval povabilo. Z veseljem. Glejte, da ne bova teoretizirala, v bistvu 2 stvari so. Prvič, ta knjiga tudi spodbuja intuicijo, to kreativnost. In recimo, zdaj sem dobil odgovor, jasno sem skozi na temu, ste me vprašala, katera knjiga je moja najljubša. Mogoče dal sem primer z otroci. Glejte, ko otroci odrastejo, recimo imate 2 otroka, pa odrastejo in dobište 3. otroka. Normalno, ko sta tiste 2 že odrasla in živite svoje življenje, ker vsaka knjiga živi svoje življenje, sta v varnih rokah, zaupaš stvarniku, da pač se bo zgodilo tako, kot more. In v bistvu zdaj, ko sem sebe poslušal, koliko sem sam navdušen nad to knjigo, je v bistvu to moj najmlajši otrok. In normalno, da mu posvetiš največ pozornosti. To je ena stvar. Druga stvar, se pravi, mi je zdaj trenutno najljubši. Ali pa vse imam enako, ampak to je tisti, ki si... Koliko jih imate torej v skupnem številu napisanih? Okoli 20 jih imamo, nisva nikoli štela. Skupaj z Nikom, ker mi da skupaj dela, kakšno ima on svojo, kakšno imam jaz svojo, večinoma jih imava skupaj. Ampak tista stvar, ki sem rekel, da ne bo teoretizirala preveč. Eno vajo bi pa kar dal takole, si človek lahko, knjiga komplicirana, pa ki je preprosta in izhaja iz starodavnih znanj. Vaja se imenuje tehnika zunanjega opazovalca. To pomeni, človek ima problem, ne si bo v medsebojnih odnosih, financah, zdravju. In dejansko ne najde odgovor. Logičen, ko si ti v blatu, boš težko iz blata ven pogledal in najdel rešitev. Ampak zelo
pomemben je, da znaš svoj umiriti, če ga ne znaš umiriti, je pa, da dejansko ga znaš tako, bom rekel, malo prelisičati, če temu tako rečem. Ne? V glavnem, tudi šamani zelo dobro obvladajo. Ne? V glavnem, ti v bistvu se zamisliš ta problem, ki ga imaš, da se je to zgodil tvojemu najboljšemu prijatelju ali pa nekomu. In da ta prijatelj se mu je zgodil ta problem in ta prijatelj ti reče, lej Martina, lej, zgodilo se mi to, da ne vem, ta in ta problem, daj mi prosim, ti si pametna, povej mi prosim rešitev za ta problem. In seveda, Martina v tem primeru reče, lej, naredi to. Zakaj? Zato, ker ni čustvenega naboja, da se je to vam zgodilo, ampak se je zgodil prijatelj. In to je tehnika zunanjega opazovalca, ki jo zdaj lahko, to neverjetno, ko funkcionira. Jo bodo prebrali lahko tudi tukaj v tej knjigi? Seveda. Odlično. No, potem pa, saj veste, ena pot, ena telefonska številka, 01-200-9924. Žal smo že prišli k koncu. Vem, verjetno je tudi vam tako hitro minilo kot meni, ampak knjigo lahko še vedno naročite torej na tele izpisani telefonski številki po oddaji. Lahko si jo zapišete, pa pokličete jutri, zagotovo pa nas spremljate tudi ob ponovitvah. Mislim, da smo na sporedu v četrtek in pa soboto, da boste vse te koristne informacije še enkrat slišali in lahko se torej tudi takrat odločite za nakup tele knjige. 01-200-9924. Še enkrat iskrena hvala, da ste se udeležili mojemu povabilu, da ste delili tole znanje z nami in pa upam, da se kmalu spet vidiva. Jaz verjamem, da se bi pa mogoče še eno stvar dodal. Čisto na kratko. Ja. Bistvo vsega je, da se naučiš brezpogojno ljubiti samega sebe. In veliko ljudi to pravi, to je pa sebično. Ampak dejstvo je, sebično je to, če ti nimaš sebe rad. In ker ne moreš dati nečesa, česar nimaš. In je ta odgovornost za ljudi, ki ste rekla, če nimajo že sebe toliko radi, v bistvu imajo odgovornost do svojih otrok, do svojih vnukov, da jim lahko omogočijo, da ne prenašajo teh svojih vzorcev na njih. In tisti moment, če že za sebe to ne bojo naredili, da si ne prvoščijo knjige, ne pa to naredijo za svoje otroke, svoje vnuke. Mislim, da je tole več kot odličen zaključek. In torej še enkrat 01-200-9924. Lahko pokličete torej še kar nekaj časa sedaj po oddaji. Lep 8. marec želim vsem vam damam, ki nas spremljate, moški pa boste tako ali tako še prišli na svoj račun. Še enkrat hvala in pa lahko noč. Hvala tudi vam.